sem veliko mrtvih videl, ampak nekako, kar je zelo, bom rekel, kar žalosten, se navadiš tega. Zakaj zdaj ti lahko vidiš toliko lepote? Mogoče pa, če se ne bi to zgodilo, sploh mogoče danes ne bi bil živ. Simon doma. Kaj je bilo tako v tvojih mislih takrat? Da bom veliko srečo imel, če bom sploh prišel domov, oziroma bom imel srečo, če bom v vreči prišel domov. Los Teques, to je odprti zapor bil. Odprti zapor pomeni, da ga vodijo gangsteri, orožje pa droga njem pozmanjka. Tega je bilo neomejeno. A si razmišljal, kdaj je samomoru, ko si bil not? Mi je dal vrečo za smeti gor na glavo, me je začel davt. Vsi ostali so repetirali pištole. Do takrat sem bil prvič rekel, da je ne bo konc, ne me zdaj ustrelijo in to je to. Zakaj misliš, da si preživel? Večina izmed vas, ki bo gledala to epizodo, ni naročenih na naš YouTube kanal. Z ekipo bi nam ogromno pomenili, če to tudi naredite. Tisti, ki pa že subskrbate in delite epizode med svoje ljudi, pa najlepša hvala. Zaradi vas za ta projekt lahko zvejo ljudje, ki drugače ne bi. Če pa med vami kdo, ki bi projekt rad podprl na svoj način ali pa mogoče podprl sebe z nakupom magnezijevega napitka, ki ga imamo, pa poglejte v opis epizode. Tam najdete vse. Zdaj pa uživaj v pogledu. Ko sem te vprašal, kaj je za knjigo, kaj je namen, da si knjigo napisal oziroma nekaj v tem stilu. Si rekel, da se ne noben drug rabo iti tega, kar si se šutija, ne? Tako, ja. Ampak, če pogledaš zdaj nazaj, ki si ti sprejel to odločitev, da boš to naredil, a ne? A bi ti iskreno pomagali, če bi ti prej videl nekoga, da je to naredil, pa se je zajebo? Jaz bi rekel, da ja. Mislim, nekako verjamem v to. Oziroma bi saj mogoče razmišljal, a bi šel ali ne. Ker recimo jaz tukaj nisem nič razmišljal. Jaz sem sam nekako bil hvaležen, da si mi je v bistvu to ponudil, ta šansa, ker sem res videl samo ne rešitev in ja, sem pač v to šel, ampak verjetno pa, da bi enega videl, pa sploh bi rekel, ne vem, kak Slovenca, ne. Dvakrat bi pomislil. Ja, če ne trikrat, ne. Kakšna je pa bila situacija takrat? Ja, jaz sem se, v bistvu sem bil dolžen pač ljudem, sem bil v bistvu kako se reče, reket, v bistvu, mislim, ne reket, Izterjava v bistvu, no. Sem mogel plačevati vsak mesec, itak nisem mogel več, ne. Tako da sem bil pa že, kar sem imel grožnje, v bistvu, kar nekako, bom rekel, logično, ne, se verjetno hoče nazaj svoj denar, če so ga posodili. Za obresti, no, to sem, mi je čisto šlo v glavnem. In sem v bistvu skozi večje obresti, itak glavnica se nič ni manjšala, sam večje obresti, sem v bistvu bolj tonil, ko se je v bistvu vračal dolg. Tako da ja, pol mi je en znanc, kolega, lahko rečem, mi je pač, da ima to eno rešitev in sem jo zagrabil, mu rekel, kar z obema rokama. In to je bilo to, da si v bistvu šel švercati drogo. Tako, ja. Kam bi mogel iti? V Venezuelo? Sem bil v Venezueli, pač ven iz Venezuele, da bi prinesel. Aha, ok. Se pravi, nek na tej poti oziroma v Venezueli, kakor se spomnim, ko sem poslušal podcast, pa tudi v knjigi o tem govoriš, ne, so te pohopsali. Tako, ja. A je bilo nastavljeno? Jaz bi rekel, da ja, ker je tako kar hiter, no, so me dobili v bistvu takoj, ko sem prišel na letališče, dosti hiter, so me pohopsali, tako kot si rekel, 3-4 minute sem bil tam, je bilo že v bistvu koncu vsega. In kaj je bilo tako v tvojih mislih takrat? Kar nekim, ne, to se mene dogaja. Prav en tak, mislim, zdaj, ko se tako spomnim, tako, mislim, veš, halo. Ampak ja, res sem imel tako, v bistvu si pod enim takim adrenalinom, da kar nisem mogel verjeti, no, jaz sem prosim, da se meni to ne dogaja, prav to se spomnim, kar je zdaj malo tako neuma, ne, ampak prav to sem imel res v mislih v bistvu. A ste bilo strah, da te bojo zaprli, ali te je bilo strah, da te bojo zaprli v venezuelski zapor? A si vedel, kako izgleda drugače tam? Ne, čisto nič nisem vedel, kako so te venezuelski zapori, niti malo se nisem pozoril, se pravi, jaz sem v tem res nekako rešitev videl, tudi nekako sem bil prepričan, da bo to vse šlo tako, kam mora iti, da to pač jaz sem prvi, ki bo šel tako čez in sem res v to verjel. Ja, v bistvu, ja, da bom tam ostal v Venezueli, ne, že v bistvu sem tako, joj, kaj bo zdaj v bistvu, ne. Ampak še nekako sem še vedno v glavi, mogoče bo pa se nekaj rešil, pa bojo kar spustili, kar je tako, ne, itak ni šans, ampak še vedno sem imel tako eno upanje, v bistvu, dokler mi niso res odpeljali v bistvu v ta preiskovalni zapor. Če bi zdaj lahko nazaj skočil, pa ne ti, ampak tako, da bi pogledal iz drugačne perspektive, pa bi rekel, ok, jaz nočem izbrati te poti, ki sem jo,
Ampak si še vedno v isti situaciji, torej ne vidiš izhoda, dolžen si denar itd. Kaj bi bilo drugače naredil? Iskreno sploh ne. Ja. Ker sem jim delal in da sem probo čim prej vrniti, nisem zdaj, ne vem, bil pa doma pa čakal, ne vem, da bo iz neba padala, veš. Ja. Sem res vse delal na tem, v bistvu tudi moja mama je imela 2 službi, ampak se pravim, vedno so bile večje obresti namesto, da bi se manjšala, glavnica je v bistvu ista ostala, samo vsakeč večje obresti. In s tem, da si ti šel, bi odplačal, bi bilo konc te more. Ne čist, ampak velika večina. Aha, okay. Recimo tako, sem bil dolžen, oziroma sem bil dolžen, bi saj vedel, da nekaj imam, ne? 15,000 evrov ni mal, ne? Veš? Niso bili pa oni povezani s tem, da bi, s tem, ko bi to naredil, da bi to odplačilo, ti bi še zmeraj mogel cash. Tako, ja. Okay. Ej, ta tvoja zgodba zdaj v zaporu, tem venezuelskem, jaz vidim tukaj 3 faze. Ena faza, ki si ti bil noter teh prvih 8 mesecev, ki si govoril, da v bistvu si pač spal na uni v zmetnici majhni, pa s krvjo popacani, pa te zadeve. Druga faza, ki si nekako zvedel, koliko cajta už tam, pa tretja faza luzero. Če bi te zdaj vprašal za to prvo fazo, da potegneš ven nekaj, kar še danes mogoče ostaja s tabo. Da mogoče, ker je tišina, ker se ne zamotaš, a te še kdaj pele v ta obdobje? Iskren, pred knjigo me ni velikrat. Ne, da sem pozabil, ampak jaz bi rekel, da sem je nekako dal en predalček, pa ga zaprl, pa dobro zaklenil. Tako da sem res redko kdaj. Oziroma, kdaj, ko smo imeli tako stik, imamo še zmeraj stiki s temi mojimi, ki smo bili tam v Venezueli, v zaporu, ne, prek njih, ampak nikoli nisem v bistvu mislil na to bad scene. V bistvu skozi na good, oziroma niti si nismo enega podarka dali, kako je bilo, dali smo ga v bistvu, kako nam je zdaj. Bravo. Tako, ja. A si se to naučil na podlagi lastne izkušnje, a si tudi s kakšnimi ljudmi, mogoče, ne vem, terapeuti ali karkoli delo? Ali si čist sam? Kar sam, no, v bistvu na začetku sam, ampak zdaj pa veliko pomaga moja punca, zdaj zaročenka Petra. Wow, čestitke. Ja, res čestitam, jaz tudi. V bistvu to bi zame ful velik korak, ker jaz sem tak, veš, jaz nisem prej verjel v ta neki, ne vem, v zakon sem verjel, tako v terapije, pa tako, da ti en lahko nekaj pomaga, oziroma tak sem bil bolj zaprt. Vse sem še zmer, da se nam zdaj nekaj, da sem zdaj, ampak bi rekel, da sem zdaj saj pripravljen na to, ker prej recimo je bilo meni to smešen, bom tako rekel, če si iskren. Kar mi zdaj ni več, res verjamemo to. Tako da v bistvu pa tudi ta Aleš Čar, pisatelj, ne, mi je dosti pomagal, ker v bistvu on je, bom rekel, 90% ve mojo zgodbo, tudi prvi je v bistvu, kaj šel čez 100, mislim, z mano, ne, v bistvu jaz sem na glas njemu to povedal, ne, on je bil v bistvu prvi. Tako da on mi je zelo pomagal, v bistvu on sploh ne ve, zdaj ve, kaj mu govorim, kaj sem mu povedal. Ampak tako, ja, to je bilo v bistvu pa moj začetek tega mojega, bom rekel, nekako odpiranja, no, tako. A si imel namen napisati knjigo? Ne. Te je on spodbudil k temu, oziroma? Ne, moj prijatelj želi ostati neimenovan. Okay. Moj prijatelj, v bistvu so se tako, kdaj so kaj spila, kakšen perček, 2, pa je njega to zanimalo, ta življenje v Venezueli, pa tako, ne. Ja. In sem mu malo govoril in je rekel tako, gled, jaz nimam nobenih problemov ali pa kaj tako večjih, ne. V bistvu sem mislil, da jih imam, pa jih sploh nimam, ker sem tebe slišal, kaj si ti preživel, pa ne vem, zdaj le sediva, klej pa se smejiva, pa kada ne bi bilo tega sploh, ne. In je rekel, glej, jaz te bom podprl finančno, da če njemu to pomagal, verjame, da bo velikim ljudem pomagal, ki imajo res probleme. Wow, okay. Tako da v bistvu on me je prepričal, v bistvu lih s tem argumentom, no. Tako da zaradi tega smo šli. Prej pa res nikoli nisem razmišljal, tudi nisem nekaj govoril, nekaj prav veliko o tem, mogoče komu tako od bližnjih, ko so itak me spremljali mojih prijateljev, pa mogoče kdo, ko sem bil pač pol na dobu, ampak tako da bi prav nekaj govoril o te, pa nisem, no. Tako da v bistvu on je res, v bistvu njemu se lahko zahvalim, da v bistvu sploh, da smo do sem prišli. V bistvu med tem, ker si s to svojo zgodbo pomagal drugim, v tem, kar si zdaj rekel, si pa najbolj verjetno pomagal sebi, zaradi tega, ker si dal to ven iz svoje glave, a ne? Tako je. A si imel obdobje,
ajde rečeš, da bom malo skočila, ampak ko se je to končalo, si prišel kle v Slovenijo na dob, spet si imel čas, da razmišljaš, oziroma so verjetno prišli spomini za nazaj, a ne? Ja. A bi rekel, da so bili te spomini boleči za se spomniti, ali si jih na kakšen drugačen način razlagal si, oziroma se mogoče kaj naučil iz tega že takrat? Ja. V bistvu boleči niso bili nikoli, no. Spomini ne, no, ker sem bil tam, ja, marsikdaj, ampak ne, niso bili tako res boleči spomini, ampak nekako mene to, vem, da sem veliko dobrih stvari naredil tam v Venezueli, pa nekako sem sam sebe prepričal in tudi verjamem v to, da mogoče pa, če se ne bi to zgodilo, sploh mogoče danes ne bi bil živ. Ker grožnje so bile že kar velike, konkretne, ali bi bil pa, ne vem, na invalidskem vozičku, bom rekel, kar je zame še huj. Tako da jaz nekako ne, da sem mogel po tej poti, da mi je bila ta namenjena eno, ne vem, bom rekel, trpljenje, se tudi nekaj dobrega nisem ni hotel narediti, ampak podarjam itak, sem hotel v bistvu rešiti naju z mamo. Nisem šel to delati, da bom pa si pol BMW novega kupil ali pa kakšno tako treparijo. Tako da ja, bi rekel, da zaradi tega mogoče ni toliko bolečine, no, ker nekako sem tudi mogoče odrastel, zdaj bolj kot prej, sem in psihično in fizično močnejši, kot sem bil kdajkoli prej. Kar mi je pa tako ostalo, pa tako ne vem, cenim stvari, ki jih prej nisem, no, bom čisto rekel, čiste neke te, jaz zaradi vodo umenjam, ne, až tam ni bilo vode, recimo, ne, ko si odprl pipo, ne, oziroma je bila umazana, nisem mogel piti, ne. Hrana, kar se nam zdi, ne vem, čisto samoumevno danes, ne. Hvala Bogu, da je tako, ampak tam pa tega ni, ne. Ja, se si zanimivo stvar rekel, da droge nikoli ni zmanjkalo, hrane pa je, ne. Tako je, orožje pa droga ni nikoli zmanjkalo, tega je bilo neomejeno. Nepredstavljivo tako za nas, kakle živimo. Se tudi mislim, da je Šalehar dobro rekel, da je težko iz naše perspektive zdaj gledati, na kar se ti je zgodilo. Ti imaš čisto lastno izkušnjo in svojo izkušnjo, ne. Ampak si pa eno zanimivo stvar zdaj rekel, pa bi mogoče kle mal globišel. Kaj so tiste stvari, ki si jih naučil? Kaj sem se naučil? V bistvu, da moraš dvakrat premisliti, kaj narediš. Preden kaj narediš, tako, ja. Ja, imaš prav, ja. Pa nekako tako, svoboda v bistvu. Mi se sploh ne zavedamo, kaj je svoboda. Kad je to enkrat odvzeti, takrat začneš razmišljati. Tudi, ko pravi, slovenski zapori niso težki, vse niso, ne, bodimo iskreni, ne. Ampak zmer si ti nek zaprt, pa ti imaš, kdaj ješ, kdaj piješ, kdaj greš ven, vse ni lih tako na easy, ne. Ampak, recimo, kar pa tako spoštujemo te Venezuele najbolj, kar mi je tako kar hecem po eni strani, mir, tišina. Recimo, jaz včasih pred Venezuelo, ne daj Bog, da sem bil sam. Predem je tako, ampak tak sem bil, ne vem, jaz sem dan prvi službe, se stošeral, pa sem šel. Recimo, zdaj pa, ko sem doma, mi je v bistvu najlepše, kar je možen. Valjda grem rad tudi ven, ne. Ampak tako nekako ona tišina. Recimo, ko sem doma, recimo, ko sem sam, jaz niti muzike ne poslušam, niti televizije ne gledam. Sam sedim, pa mi čisto nič, v bistvu sam s sabo sem, no, tako. In mi je v bistvu top. Prej tega nisem mogel, iskren. Zakaj misliš, da zdaj lahko? Tam je bilo skozi ena muzika je tam bila, ne vem, recimo 23 ur na dan salsa, recimo, ne. Pa skozi en džumbus, tudi pol, ko smo bili v drugem zaporu, skozi en džumbus, nikoli tišina, nikoli ni bilo tišine, prav nikoli. Tudi po noči en, ali ne vem, se bom rekel drogeral, pa je tam neki noro, ali skozi je bilo neki, no. Tako da zdaj pa res ono, ko sem sam doma, mi je pravno, kar me tako ne dolgo nazaj sem tako opazil, mislim, sploh televizije ne gledam, tako recimo moja je šla zdaj k noni, je ni bilo 4 dni, recimo sploh 4 dni nisem televizije gledal. Tako sam, da sem sam, pa tako, ko me kliče, da gremo kam ven, ja, se gremo lahko, ampak ne vem, gledno, on sem prav sam, pa bom sam doma, že bom to izkoristil, tako. Kle pa večina ljudi danes v tej družbi zahodnjaški, pa Bog ne daj biti sama, ne. Ja. Tako, ker je malo dolg čez telefon, pa gremo scrollati ali pa nekaj delati. Tako je. Ti pa dejansko kle govoriš, da ti je lih ta izkušnja pa pomagala do tega prije, da si dojel, koliko je pomemben. Tako je. Tišina oziroma mira, ne. Tako je. Eno vprašanje, ki ga imam zate, je, da kako vidiš, po eni strani si to še zmer ti, ki si doživel s te stvari, ne. Tudi, ko sva lih v Svobodi govorila, nekje je, da te odvzamejo prostost, da ti ne moreš gibati od zunaj pa delati, kar hočeš. Nekje je pa, da ti odvzamejo svobodno voljo. Kar pomeni, da moraš ti delati stvari, ki ti jih moralni kompas ne pusti delati. Tako je.
A bi rekel, da je to eden izmed, tako si jaz predstavljam, da bi mi bilo to najtežje, da bi mogel iti dejansko da bi mogel biti nekaj, kar nisem, zato da preživim. Ja, ampak jaz sem rekel, to je odvisen, kje si. Oziroma tam, veš, tukaj v Sloveniji ti lahko nekako, ne vem, zabremzaš malo, bom rekel, ne. Tam v Venezueli moraš pa tako, kot oni, jaz pravim, kot oni hodijo, moraš ti hoditi. To je tako metafora, ampak tako, kot se oni obnašajo, se moraš ti obnašati. In bolj si ti stran od njih, slabše za tebe. A veš, jaz sem recimo, ne, pa bom rekel, da niti nisem jaz bral to pot, ki sem jo na koncu imel. V bistvu, nekaj me je vodili k tej poti. In tudi, tako, kot sem rekel, verjamem to, ne vem, bo se tako malo slišal, ampak ne vem, zaradi mene je tudi v Lost Takersu veliko ljudi preživeli zaradi mene. Na to sem ponosen, jaz se hvalim, ampak sem res ponosen. In mogoče je bilo pa to, ali pa ne vem, da sem jaz mogel sebe spoznati, kakšen sem lahko, res bom rekel, kar grdo stran mojo, bom rekel, ker sploh nisem niti vedel, da jo imam, niti se ne bi mislil, da jo imam, ampak če si ti nekam postavljen v eno, zaradi tega sem preko neodvisen, kje si, ne. Ja. Tako da, če bi mene en to govoril, bi isto rekel, pa kaj sta to v life, tako recimo, ko me rečejo, jaz to ne bi preživel. Raj umrem. Ja, jaz to ne bi preživel 2 dni. Ti, če bi mene 2009 vprašal, bi čisto isto rekel. Zakaj misliš, da si preživel? Lik zaradi tega? Ja? Kao, jaz pravim, zaradi božje sile, bom rekel, no, oziroma kolikor kdo verjame, se verjame v Boga. Tako da se verjamem, da je kar bilo dost te, bom rekel, vere moje nekako, da me je tako nekako speljalo. Se pravim, zaradi tega tudi mogoče mi je bilo to namenjeno, ne vem, bom rekel, malo tako bo slišal trnova pot, da sem v bistvu zdaj mogoče tak, kot sem danes. Ok, zdaj za nazaj to govoriti, pa meni, ki le to poslušam, pa vsi ostali, ki so to zgodbo že slišali, pa ki jo bojo, ja, ok, v redu, wow, ful hudo. Ampak ti si bil noter v tem, ne? Tako je. Dej malo zaradi konteksta, dej me malo pel v začetek tega poglavja. Torej, prišel si v zapor, kva si doživel? Sem prišel v zapor, bom tam Makuto, to je bil preiskovalni zapor, recimo Kopošetova, iz tega Makuto sem šel v Lost Takers. Lost Takers, to je odprti zapor bil, odprti zapor pomeni, da ga vodijo gangsteri, v bistvu policija pa vojska je samo v zuni, čuvajo od zuni, v bistvu oni, če teli gangsteri, bom rekel, oziroma luzeroti, to je vojska od vsake tolpe. Če oni ne pustijo, oni ne smejo not. V glavnem, jaz sem kje prišel, so me nekako zbirali na dvorišču, kjer je tolpi bom šel. Kdo da več denarja ponud paznikom, tam greš. Kaucija. Kaucija, ja, kot ena kaucija. Pri nas so bile 5 tolpe, paviljon 1, paviljon 2 nista sprejemala tujcev. Po je bil pa Maxima, Mostriko special. Maxima je recimo vzemala vse in posiljevalce, pedofile, korpirane policaje, vojsko, v glavnem vse. Special pa Mostriko so pa samo tujce, ja, ampak nič teh posiljevalcev, nič. To je samo v bistvu Maxima vzemala. Tako da mene so zbrali special, kar je bilo na koncu v bistvu tudi sreča zame, ker ne vem, special je bil, bom rekel, en najbolj čistih paviljonov v Lost Takersu. Tako da, kot sem na začetku mislil, da imam smolo, sem bolj nekako gotovo, da sem šel v bistvu v najboljš, kar je bilo možen. Tako da, kako je pa to izgledalo, po mene so prišli 15 ljudi, koliko sem omenil luzeroti, jaz sem mislil, da so to ljudje, pazniki pač v civilu, ki so imeli pištole pač, nekako mi je bilo to logično, ne. Kar se dosti hiter, sem videl, da je v bistvu so to luzeroti, nas je bilo 120, 15 od tega je bilo pač teh luzerotov, oborožena vojska, v bistvu oni so skrbeli za red pa mir. Recimo, če je bila vojna med tolpami, so nas poslali v sobe, 5 pa 6, tam so bile najbolj varne sobe, oni so pa v bistvu ven šli oziroma branili naš paviljon. A si se počutil kot zapornik? Ma ja pa ne, no. Jaz sem se počutil zato, v bistvu, kot zapornik, nekako jaz pravim, da je zapornik si na dobo, ne. Tam si pa zapornik, ampak čisto en drug smisel vsega. In tako, kot sem rekel, orožje, droga, alkohol, v bistvu, bom rekel, sojetnik ti v bistvu govori, kaj moraš delati, kaj pa ne. Se to, a ne? Ja, kdaj greš lahko ven, kdaj greš lahko na WC, vse v bistvu oni, tako da ti, sploh, mislim, si zapornik, valjda, ne,
Ampak sploh ne vem, kaj bi rekel, Ja. kaj je to v bistvu sploh, a veš. Ja, ker zgleda, kot da si v sanjah vstopil v nek prostor, kjer veljajo čist druga pravila. Tako je. In zunanji svet bolj, da te ne zanima, kaj se dogaja. Tako je. Pa tudi, ne vem, tam je bila Muska, petek, sobota, se je bili obiski, se lahko prespali, to se je imenovalo Bernota. Tako recimo petek pa sobota, itak je bilo 23 ur, koliko se prej umenila že Muska, ampak takrat je bilo pa, ne vem, megla, reflektori, kot da si v bistvu v diskoteki, si bil pol zapora. Wow. A je, ki si omenil Lozerote, teh 15 ljudi, ki so te pelali, a so ti oni razložili, kako stvari potekajo? Oziroma drugače vprašal. A preden si šel v zapor, ti je kdo povedal, kako izgleda? Ja, tem v Mostriku so mi malo povedali, v Mostriku, tam, ko sem bil v preiskovalnem zaporu, Ja. mi je en, ki je bil znal anglešk, mi je gor, pa sem si jaz mislil, pa se to ko tako govori, sem si mislil, ne, po mojem, me hoče sam prestrašiti. Ja. Ko so rekli, ne vem, verjetno bo šel v Lostek, da tam več ali manj kaj pošiljajo tujce, ne, pa da bom veliko srečo imel, če bom sploh prišel domov, oziroma bom imel srečo, če bom v vreči prišel domov. Pa tam, da obglavljajo, pa tako, sem mislil, verjetno me hoče prestrašiti, ne, se to ne more biti, prvo vem, tako se spomnim proti tem tisočletju, mislim, halo, ki je to sploh možno, ne. Tako da, pol sem dosti hiter, sem v bistvu dojel, da kar je govoril, da je v bistvu vse res, ne. In življenjski pogoji, kot si jih opisoval, grozni. Pač ne moramo si mi predstavljati, da tako, kot ti folk reče, jaz to ne preživevam. Ja, to si vse pravim, tudi meni, marsik tako malo tako dojemlja, pa to je sploh res, a veš, meni tako, ne. Ja. Ampak tako jaz nekako ne vem smisla, zakaj bi se to lagal, ne, da, če sem čisto iskren, ne. Pa se imamo tudi v bistvu, nisem bil jaz edini, ki je bil tam v Losteke, se je veliko tujcev bilo. Je tudi že veliko dokumentarcev, knjig je že tudi napisanih, tako da unka ne verjamete, gre lahko tam pogledati. Pa tudi tako ne vem, kako se lahko to sploh zmišljaš, kako je šale, kaj rekel, ne. Tega si ne moreš zmisliti, ne, a veš. Mislim, definitivno ne, pa sej se mi zdi, da ko živimo s temi roza očali, pa v tem našem mehurčku kle, tako kar mal na tak način, kako bi rekel, mal poveličevalno gledamo zdaj, da ljudje to preživijo. Ja. Kar po eni strani itak, ampak verjetno je čist drugače, če si ti v tej situaciji, ker se nerealno prilagodiš. Ne? Tako je. A ti čistko, ne glede na to, kar si doživel, misliš, da bi vsak bil sposoben to preživeti? Ali kje vidiš, da bi se prvič pri človeku zgodil, oziroma kdaj se je tebi mogoče prvič zgodil, da si rekel, raj se ubijam? A si razmišljal, kdaj je samomoru, ko si bil not? Enkrat sem iskren, ampak mislim, ne lih v samomoru, bom rekel tako nekako delno, tako imel sem že vsega polno kapa, bom tako rekel, ulepševalno, malo pol tam koliko leta pa pol, ampak nekako mi je v bistvu volja do moje mame, mi je nekako to skozi, se bom zdržal, če sem toliko časa, bom pa še naprej, ne, zdaj sem bil v bistvu že nisem bil več navaden zapornik, ampak sem saj že vedel pravila, pa kako se moraš obnašati, tako da če to veš, ti je pa že kar veliko lažje. Pa v bistvu sem je tudi dosti hitro sprejel te lozeroti, bom rekel, sem je tako po en stran srečal, po en stran ne, da sem bil z njimi. Tako da ja, ampak tako ne vem, na eni točki sem že vsega dosti, pa ne vem, skozi mamo klica, tam mi pošljaš denar, pa prijatelje, pa... In ti brez denarja v bistvu. Ja. A veš, tako mi je, zaradi tega, v bistvu, zaradi tega sem imel res polno glavo že vsega, ampak ja, tako sem rekel, nek ne bi zdaj mami tega naredil, da pa tam zdaj povstal tam, ne. Se pravi, ti si bil v konstantno pod tem vprašanjem, a bom preživel, pa še vseeno ti je bilo najhuj to, da si se počutil, da si breme ljudem doma. Tako je, ja. Se pravi, iz tega vidika verjetno si mislil, da je zaključimo to. Tako je, v bistvu že tako na začetku, v bistvu takrat sem tako na začetku, ko sem je pelal teh 15 lozerotov v sobo 3, tam je šef živel, da mi povejo pač te, kako se moraš obnašati, pa tako, so mi že dal, ne vem, mi je sangre, to je bil številka 2, sangre pomeni kri, dejansko ne vem, kako mu je bilo ime zares, ki je bil skozi sangre. V glavnem mi je dal vrečo za smeti gor na glavo, me je začel davt, vsi ostali so repetirali pištole, tako da takrat sem v bistvu prvič rekel, da ne bo konc, ne me zdaj ustrelijo in to je to. O, Madonna. Pa a bi rekel, da te je bilo strah za življenje ali te je bilo bolj strah, da boš preživel pa trpel? Nekako ena mešanca oboje, bi jaz rekel. Čeprav takrat sem sam razmišljal, ne se to konča in to je to. Ja. Jaz bi rekel, da sem bil kar skozi v enem strahu,
V bistvu, da niti nisem razmišljal, a me bojo ali me ne bojo. Se pravi, jaz sem bil skozi v strahu. Strah sem imel, bom rekel, kar celih let pa pol, ko sem tam bil. V Los Tequesu v bistvu. Kako si pa čutil ta strah? Na kakšen način? V bistvu nekako jaz pravim, tako, ko si zaljubljen, pa imaš metuljčke v trebuhu, tukaj imaš metuljčke v trebuhu, ampak zaradi druge. Ti je tako uno, mislim, skozi v pripravljenosti, bom rekel, oziroma skozi nekaj pričakuješ, da se bo nekaj zgodilo. Tudi ne, ko smo se smejali, si bil enemu krču, ne tako, kot zdaj, ko sem videl, lahko smejala, pa je tako, nam zdaj pomislil, da bo pa en prišel tam, pa me nekaj naredil, primer. Ja. A veš, je skozi v enemu krču, no. Tako malo preskočam, pa tako, ne vem, ko sem prišel na dob, ko te dajo v prvi blok na preiskovalno, v bistvu, da malo vidijo, kako se obnašaš, pa to, da pa vidijo, kam te dajo. Recimo, sem 14 dni sam spal. Tam sem v bistvu videl, koliko sem v bistvu bil zmatran. Ja. Veš pa, da če pol sem tam, malo skačam, ampak zelo z tega sem dal še Rodeo 2, je bil čist bolj na easy zapor, ki je bil v Los Tequesu, še vedno veliko hujši, kot te naši, ampak še vedno si bil v enem krču, veš. Ja. Tam na dobu si pa vedel, da ti zdaj, ne bo zdaj kar en prišel, pa ti bo nekaj naredil, veš. Ja, tvoj pač simpatični pa parasimpatični živčni sistem, ne? Se pravi, ta simpatični tako. Je fight or flight, ne? Ti Tako si je. ga imel konstantno Tako pržganga. Tako je. Mi je kar, se pravim, kar dol sem padel tam v posli in to je bilo to. In še tam kolem pozabil, 24 ur gledam, govori model špansk in podnapisi. In jaz ne gledam podnapisov. Je tako presežen za tisočinko sekunde. Kar razumem ta jezik? Pa tako, fakt bo daras to špansk. Ja, sej to. A imaš občutek, da se je to zgodilo tebi ali enemu drugmu? Zdaj, ko gledaš. Ma jaz bom rekel, tam v Los Tequesu enemu drugmu. Tak, a? Ja, jaz tako malo primerjavo tako dajem. Ne, tam sem se rodil, tam sem umrl, jaz tako nekako si najlažji, se mogoče malo čudem, ampak jaz sem tam kot v eni igrci. V bistvu tam v Rodeo 2 bom rekel, da sem spet začel spoznajati samega sebe. Ker tam v Los Tequesu, na začetku sem bil Simon doma, pa sem bil vse drugo, sam Simon doma, ne vem rekel. Kdaj si nehal biti v Los Tequesu Simon doma, pa si postal nekaj drugega? Po 8-10 mesecih. 8-10 mesecih. Zakaj takrat? Takrat sem v bistvu dobil, da sem luzero bil. Se pravi, to pa pomeni čisto kontekstualno kaj? V bistvu sem bil jaz pol človek, ki straži oziroma varuje 100 ljudi. Sojetnikov. In verjetno, da te, ki so prej tebi delali te grozote, verjetno te tepali, ali si napisal, da so te, ne? Ja. Si pol ti bil tak, Tako je. to izvaja. Tako je. To je bilo uno, kjer si mogel ti... Ja, ker jaz nisem lih tak, da bi se neki, bom rekel, na ukaz, da me reče, pa bi šel enkrat pretepst. Nikoli nisem bil, nikoli nisem niti tepel, da lahko povem. Ja. Tako da tam sem bil pa res čist drug. No. Ok, zdaj, da si ti zgradil to identiteto tega novega, mislim, niti ne Simona. Kaj, Gringo Loco? Tako so te klicali? Loko, ja, Gringo Loco, ja. To je pomeni nori tujec. Ja. Tok špansko zna. Da si ti zgradil to identiteto, je bilo obdobje teh 8 mesecev. V teh 8 mesecih, kako je izgledal tvoj life? Tako, a so si bili dnevi podobni? Ali... Ja, več ali manj so bili dnevi čisto podobni. Tako da tudi, recimo, Aleš je imel kar dosti problemov, kako sploh napisati, ker tam je bilo res vsak dan isto. Ja, veš, da je malo, sploh lahko toliko strani v bistvu napisal. Ker tam je bilo, ne vem, zjutraj si se zbudil ob 8, si šel na hodnik, tam so spucali sobo, če se je vsaka soba imela svojega šefa. Tako da je pol šef Roki, ta je bil principal, se je rekel, v bistvu, da vsake sobe, če je imel s kom problem, je šel Roki v pojat, tako da Roki zdaj ni poslušal zdaj 100 ljudi, v bistvu je vsakega šefa od sobe poslušal. In pol, če bi on dobre volje, si šel lahko nazaj v sobo, drugače je mogel biti zunaj na hodniku, oziroma imeli smo dvorišče na strehi, to smo ga lahko upravljali samo v ponedeljkih, v bistvu v ponedeljkih smo mogli vsi na streho. Brez, benga ni bilo v naši, bom rekel, v našem nadstropju, bom tako rekel, v naši tolpi. Razen oni, ko so čistili, pa luzeroti pač. Zakaj to? Ja, tako nekako je bilo, da so imeli v bistvu luzeroti mir, da so v njih 10 ur lahko delali, kar so hoteli. Okay. Da ni bilo gužve nikjer. A si v teh prvih 8 mesecih
bom te tako vprašal, kaj so bile neke sposobnosti, ki so ti pomagale teh 8 mesecev preživeti? Tako, če bi zdaj pogledal nazaj. Zakaj so te tudi vzljubili, zakaj misliš, da si preživel? Jaz bi rekel, da sem kar tako, mogoče mi je to nekako pomagal, da ko sem jo že odprej, ne vem, sem bil skozi neki pod enim strahom, adrenalinom, mi je v bistvu to za naprej pomagal, kar se zli zelo tako, ne, ampak dejansko je res, ne. Nisem imel tudi najlepšega otroštva, tako da mogoče sem bil počasi pripravljen na to, kar se mi bo zgodilo. Nekako verjamem v to, no. Kar se mi bo zgodilo v Lost Takersu, bi rekel, da zaradi tega sem bil da sem nekako sprejel to svojo usodo, v bistvu, pa nekako sem se tako odločil, da bom šel na vse ali pa nič. Ne bom zdaj jih najslabši, ne bom tam pogumen, pa nekaj pametov, ker to se ni dobro išlo, ampak da imaš sebe, da nimaš druge probleme, oziroma nisi s takimi ljudmi, ki delajo probleme, v bistvu, da se držiš zase, ampak še zmeraj si pa komunikativen, bom tako rekel. Zakaj so me pa zbrali? Sorry, Ja, ne, kar daj. Ne vem, da se ne bo slišal samo všečno, ampak jaz bi rekel zaradi moje karizme. Pa tako, ne vem, ljudje se mi kar hitro zapomnijo, ko me enkrat vidijo, se mi kar zapomnijo, bom tako rekel. Jaz bi rekel, da mi je to pomagal. En Luzero Carlito me je kar dosti hiter, bom rekel, vzel za kolega, bom rekel. Tako da v bistvu prek njega so to drugi Luzero ti videli, pa počasi v bistvu začeli nekako pol tudi druženje, da so me med sebe vabili, ker recimo druge zapornike niso. Jaz takrat recimo tudi špansk nisem znal, pa sem, ne vem, primer tam je ob 10 zvečer, noben več ni smel hoditi po hodnikih, si mogel biti v sobi. Tako da so ponovadi tam travo kadili, takrat ob 10, ko so imeli kao svoj mir, pa so mene doskrat poklicali, da sem tam z njimi. V bistvu, ko so se oni smejali, bom čisto rekel, sem se jaz smejal. Tako da v bistvu tako nekako, bom rekel, gledal sem jih oziroma spremljal, tako da nekako sem se probal saj podoben njim prilagajati oziroma obnašati, kot so oni. Se pravi, da ne bi izstopil ali pa da verjetno, da te ne bi videli kot grožnjo, ne? Se bolj, ne za to poskrbiš. Tako, ja. Mislim, oni tebi nekako itak vidijo nekako kot grožnja, ker vejo, da si tujc, ne? Ampak ne grožnja, da bi ti lahko njim naredil, ampak v bistvu njim je najhujša grožnja, da boš ti denar nosil prek koga drugega. V bistvu to, zato si grožnja. V bistvu oni tako so fokusirani na te, kako pošiljaš denar. Moje mami pa prijatelji so ga prek Western Uniona, tako kot so ga vsi tujci, ampak če pa si ti koga tam imel, ti je pa lahko obiske, ne? Če si imel obiske, ti je pa lahko on nosil. Oni, če so videli, da ti nimaš obiskov, itak so vedeli, da je sam Western Union. Pa dosti pa tako kakšni šmuglovci, ki tudi menijo denar za tujce, ne? Ampak enega so dobili, žal ga ni več med nami. Tako da to se je kar zelo gledal, v drugmu, ja. Ampak prijateljski klan, ta Maksima. Ja, pa kaj, takoj usmrtitev, tako, ja. Sploh ni debate. Ne. Tle ima zdaj ta koncept krutosti, ki je zelo viden. Ampak bolj, ko te poslušam, pa bolj, ko sem te spoznaval skozi druge pogovore, se mi zdi, da gre pač preprosto za nek sistem, ki ima svoj red. Tako je. In za določene zadeve so določene sankcije. A si kdaj, mogoče takrat ali pa zdaj, videl dejansko, da je ta sistem ok? V bistvu sem že tam videl, da je ok. Zdaj pa nekako še bolj. Recimo, ker tam to je v bistvu to, Venezuelci, bom rekel, to so čist drug narod, vse je drugo, ker smo mi Slovenci, hvala Bogu, da je tako, da smo mi taki, ki smo. Tam nič ni čudenega, no, bom tako rekel. Recimo, ne vem, se že zgražamo, kaj en dobi kako plesko, pa ne vem, že 3 jokajo, 4 so zbežali. Recimo, tam se poubijajo za superge, bom rekel, ne. In tako po moje, če ne bi, mislim, ne, sigurno ne, po moje, če ne bi bilo tega v zaporih, bi bil to kaos. To je po moje bilo mrtvih na dan, čez 20, siguran. Tako pa v bistvu so tako vedeli tudi recimo kraja, tam če si bil, bom rekel, v našem denarju, 1 cent, če si bil komu dolžen, ali oziroma če si ga ukradel, so bilo urang sankcije. Wow. Až bi kdaj zraven pri teh stvarih? Ja, pa sem bil, ko sem bil zaro. Prej, kaj pa pred tem, a si doživel, da so koga... Doživel sem, ja, seveda. Kako pa si takrat se počutil? V bistvu sem rekel, jaz sem prvega mrtvega videl za Božič. Enega Španca so ga sicer po nesreču strelili, res po nesreč. Nisem mogel verjeti v bistvu.
Žum pok, ko sem se streljal, sem veliko slišal, ampak ta pok sem pa vedel, oziroma sem zavedel, da je en umrl zaradi tega poka. Ne. To ni kapetarda, se guno, ko streljajo, se nekako kapetarda, se nič ni betne. Ampak, ko pa dejansko zveš, da je en v bistvu umrl zaradi metka, ne, pa ni lih feeling dober, ne. Sploh pa, če je bilo to v mojemu klanu. Ne. Takrat sem v bistvu, bom rekel, da sem nekako, sem že prej vedel, no, ampak takrat si nekako predesel pismo, to je bilo pa res. To se je pa pri nas zgodilo. Pol, bom rekel, sem veliko mrtvih videl, ampak nekako, kar je zelo, bom rekel, kar žalosten, se navadiš tega. Še zmer meni nikoli ni bilo lih to všeč, da nam zdaj tako zvenel, ne, ampak mi je bilo drugače prvič ali pa pol šestič. Ne. Veš, pol nekako že to sprejmeš, se to je life, se to je v bistvu vojna, se mi smo živeli v vojni v bistvu. Vojno območje. Vojno območje, ja, veš, smo imeli tudi sklani, smo imeli, je bilo kar napetek, ko sem jaz bil, tako da se skozi nekaj dogajalo. No. Tako da nekako po mojem si, tako kot sem rekel, sem bil tam čist drug Simon, Ja. nekako sprejmeš to, kakorkoli se bo čudno slišal, ampak ja, sprejmeš. Ko zdaj pomisliš na tega Simona, ki je takrat bil tam, živel, tudi si ga tam pustil, a ne? Kaj ti je pomagalo, a je bilo intuitivno, da si ga pustil tam za sabo, da ga nisi pripeljal sem? Kako si to naredil? Prav, veš, kako je bilo. V bistvu smo enkrat, recimo ob nedeljah, se je v bistvu poplačevalo dolgove. Ali droga, alkohol, hrana, karkoli pač. Kauza, to smo mogli plačevati vsak teden, vsi. Nekako 15 €, 20 odvisno za kdaj, večinoma 15. V glavnem, to je bilo za namene speciala. Ali za orožje, za muziko, za karkoli, kar se tiče speciala. In to si nujno mogel plačati. To je bila kakaj najemnina, da si tam živel? Ja, bravo, točno tako, ja. Okay. Najemnino so vsi plačali, tako kot sem rekel, tudi lozeroti. Okay. No, in to se je ponovadi v nedeljo si mogel plačati, mislim, ne ponovadi skozi. Ja. Ampak daj smo dali, mogoče je bil šef dobre volje preko, no, dajmo do srede, ker so bili spet obiski, dajmo do srede pustiti, ampak to se je redko zgodilo. V glavnem, to je bilo ob 6:00 se je začel, da v bistvu oni, ki so bili dolžni, so mogli v sobo petiti, tam so pač jih pretepali. Jaz sem bil dvakrat tam žal v uni sobi, enkrat so me zelo fajn, imam še zmer spomin tukaj od barete 9 mm. Wow. So kar radi s pištolami tepali po glavi, ja. Drugič sem bil, hvala Bogu, malo manj, so me sam brcali, mislim, sam proti prvi je bilo sam, v bistvu. Ja, štekam. Tako da, v bistvu to se je skozi dogajalo ob nedeljah, tako da je marsikdo je razmišljal, a bo šel v dolgove ali ne, ampak pač tam je bil tudi krek, ki se dosti ljudem ni mogel oprti, tako da je bilo kar dosti v bistvu tega v nedeljah. No, jaz sem to nekako označil kot krvavo nedeljo, tako da takrat je bilo kar hodno. Rekel si, da si bil tepen. Verjeten orang. Ja. Koliko orang je orang? Ja, lahko rečem, da sem bil dvakrat, trikrat noktiran. V istem? V istih parih minutah, ja. Najprej me je z gasilnim aparatom v glavo, pol sem v bistvu sem pol itak zgubil zavest. Vem, da sem se enkrat zbudil, sem jih s pištolo dobil, so bili v bistvu vsi na men, so me brcali. Ja, orang sem dobil, no. V bistvu z unimi lozerotami, ki sem bil že good, sem bil pa itak, nisem mogel biti vsem všeč, eni trije so imeli pa prav proti meni, zakaj je en tujc, ki pač niso imeli radi tujce, ne, zakaj je en tujc lahko tamle z mojimi lozerotami, pač z njegovimi, ne, se lahko druž, ne, tako da so si dali še, kakšni so se dali malo duška, ne. Tako da jaz sem kar orang, v bistvu sem, 3 dni sem v bistvu krvavel iz glave, tako, ja. Wow. En Alonso mi je pomagal, mi je skozi brisal, v bistvu tudi takrat, ko sem me v bistvu odvlekali iz one sobe 5, da me je tuširal, v bistvu 2 sem držala, on me je tuširal, glavo speral. Ja, tako, dobro sem dobil, imam še zmer spomine o tem. Ni pa nobene zdravniške pomoči v takih situacijah, ali pa da bi te odpeljali v bolnico, ali pa... Mislim, za to mora ti že, ne vem, ali prst odrezati, mislim, za prste še ne odpeljejo, roko, če te drži, ali pa nogo, oziroma če je med streljanjem kdo huj ranjen. Drugače pa tam bila ena zdravnica do 3 popoldne,
ampak una zdravnica ti je dala tablet ali te zob bolo, ali pa brez prsta prišel. Tako da, mislim, se tudi ni imela, ne, se ni zdaj, da ona ni hotla. Ampak večinoma so se med sabo zdravili, tako kot so tudi vzunili, što so vsi iz favel doma, tako da se veš, tam lih tudi ni nekih enih zdravnikov, tako da so nekako si navajeni sami se pomagati ali pa pač drugim. Ni bil pa v klanu noben, tako da bi rekel medik. Bil je en zraven nas, Mostriko, en Jesus, mu je bilo ime, on je bil, tako da on v bistvu, če je bilo kaj hujšega, so njega poklicali. Ampak takrat v mojemu primeru ga niso, ker sem v glavi sem pač tako lukno, se pravi, ko sem rekel, imam še zmeraj. Zato mi načno v bistvu niso pomagali. Čakaj, se kvasate nabil, ker si bil dolžen? Tako je. Moja mama je pravočasno poslala denar, ampak prek tega spet ta Alonso, on je v bistvu Venezuelec, ampak je v Španiji živel, je v bistvu imel tam ženo in je moja mama oziroma vsi tujci so pošiljali ženi, žena je pač njemu in pol je on poplačal. In on ni dubil takrat, oziroma žena ni poslala, ampak tam njih briga, veš. Tako da sem imel pol to srečo, da je to takrat bilo. V bistvu pol v ponedeljek mi je prinesel, ampak to je bilo že malo. Se pravi, prepozno. Ti si vsako nedeljo v bistvu pol trepetal, a je šlo to vse čest, koliko more? Čisto vsako, v bistvu tudi pol, ko sem že imel svoj denar, oziroma moram je omeniti Karolina Koglota, ona je Slovenka, ki živi v Venezueli. Mama je nekako prišla do nje in je bila takrat sreča, da je bila Karolina takrat v Sloveniji, tako da je dala 500 evrov in v bistvu dejansko sem jaz pol teh 500 evrov dubu, ki jih je ona zamenjala. Tako da od takrat pol nekako sem od nje, oziroma sem lahko si izmišljeval, da je od nje, ampak so mi pol te druge ene nosili, pač od te ene, bom rekel, prijateljice, ki sem jih pol imel. Tako da sem se nekako, hvala Bogu, rešil tega, recimo, kamen, ki je mami poslala 100 evrov, jaz sem dobil tega sam 50 evrov. Veš, ko oni so ti v bistvu, te niso golfali, oni so ti sam zamenjali po banki Venezuele. Recimo, takrat je bil, ne vem, 1 evro 8 bolivarjev, v zuni na črna trgu je bil 1 evro 18. Ker ne. Veš, ampak ti nisi mogel njemu reči, ukradu si me. Ne, nisem, jaz sem ti dal to, kaj je, ne. Veš, ko pa polčka mi je ona pol, sem pa dejansko dobil denar, ki ga mama poslala, sem ga dejansko dobil, ki so prijatelji, pa ko lahko na teden 150 evrov zapraš. Veš, bo so že kak misli, pa kva ta uživa tam pismo, veš, ampak tam je bilo drago, tam ni bilo nič pocen. Veš, oni, ki so imeli Venezuelci, so tako imeli svoje familijo, pa je prinesla, se tam oni so pocen tam kupali, sam, veš, oni so imeli, jaz nisem imel nobenega, ne. Do Karoline, bom rekel. Čakaj, kaj rečeš, da je bilo tam drago, kaj misliš, kaj si pa zapravilo? Za jest. Aha, ti si... Za jest, za pit, recimo s tem 500 evri sem se takrat poslo kupil, da takrat sem na tleh spal, sem dal 250 za poslo, ki ti je lahko vzamejo, kadar čo. Vse tam se vse plačvalno. Enkrat sem šel jest, tam, ki pač njihova hrana, jedilnica, pa sem tako plunil v isti sekundi. 34krat prekuhani makaroni, pa bizonovo meso, tako da, kukor sem bil lačen, sem plunil ven iz ust, tako da takrat je bilo prvič pa zanjič, v bistvu, da sem jedel v Lovstekesu zaporniško hrano, bom rekel. Tam se pa v bistvu vsaka soba si je svoje kuhala, svojo hrano, so tam dali denar, jen je prinesel, oziroma njegova žena, mama, kdorkoli, in je on pa not prinesel in pa je to on dejansko kuhal. Kaj neka mini skupnosti. Tako je. Kako je bilo prvič spati na posli, oziroma ne spati? Ja, hudo. Tako je, hudo, pa bente ni neki stisko, veš, ko smo mi spali, kar srdele, veš, ko smo na tleh spali. Ti si v hodniku spal, ne? V sobi, naši sobi, sem spal v sobi 2 na začetku, tako je bilo, recimo, pogradi, pa en tak mehen hodnik, ki sem mehen lik tok, da sem jaz lahko se vlegel, pa tako je se vlene 4. Tako je. Pa tudi, recimo, ko si imel ti svojo posel, si lahko malo dol ležel, recimo, tam se je, ne vem, ob 7 zjutraj si mogel te kočonete, se reče, si mogel pobrati, pa pospraviti, ni to moglo biti kar na tleh. Ti, če si imel poslo, pa če recimo, tako sem prej rekel, zero, če ni rekel, da pa je ven iz sobe, si bil lahko v sobi in si lahko ležel na svoje posli, če ti nisi imel svoje posli, nisi mogel ležati. Tako da, ja, to je bilo čisto ena, spet nekaj, ki se zelo hitro navadaš nazaj, ne. Tako da, ja, to mi je bilo top, v bistvu, ko sem končno po 8 mesecih šel na poslo, takrat sem pograd kupil, tako sem bil v drugem štuku, 3 so pa bili. Hudo. A si rentil spoden del pograda? Ta spoden je bil zero, tako da, če te oni ne pustijo, nimaš kaj delati na njihovi posli.
Okay. Ja, Se ampak pravi, ti si kupil posteljo, ki je že bila v... Tako. Razumem. Okay. V bistvu ta moj je bil 4 štuke, takrat to 4 štuke, jaz sem bil drugam. Ampak to moraš recimo tako placati, to ne moraš skozi zdaj vstati, ampak sem si na posli, pa noben izran tebe. Ja, valjda. A si se počutil vsaj tam malo bolj varnega, verjetno? Ma bom rekel varnega, ne, ampak niso pa čez tebe hodili. Recimo, lih tale en Angel je bil, Luzero, šef, takrat pa on je bil šef 4. On je edini, ki je v specialu prodal alkohol in je lih pod mojo srečo imel spod pod svojo poslo, jaz sem imel pa tam li glavo. Tako da je valjda doskrat prišel 2-3 vzeti pijačo in tako njega boli za me. Jaz sem tam imel brcnil, pa tam je tudi ni imel rad na začetku, posla pa tako so zelo dobra prijatelja še zdaj. Ampak na začetku, ja, skozi me je tam tako še zadelaš malo tako, malo brcnil, da je, veš. Ampak ja, pol v bistvu, ko sem svoje poslo, me sem ben brcnil, tako rekel, oziroma čez mene hodil. A si kupil posteljo, si bil že Luzero? Ne. Se pravi, to si bil še v bistvu... Navaden zapornik. Ja. Pa lahko to, mislim... Takrat je oni dajo pravico. Aha. Ampak si rekel, ne vem, si v knjigi to pisal, vsaj 8 mesecev. Tako, ja. Vsaj 8 mesecev. Mislim, jaz sem tudi, mogoče bi lahko prej, ampak jaz prej nisem imel denarja, se pravim, lih ta Karolina vsa časti, da je lih takrat v bistvu prišla v moje življenje, rekel najno z mami. Tako da zaradi tega jaz sem vprašal, pa sem rekel temu svojemu šefu sobe 2, sem rekel, da bi kupil poslo, pa je on šel od Rokja in je rekel, ima Simon dovoljenje, da kupi poslo, pa je on rekel, ja, ali pa ne, v mojem primeru je rekel takrat, ja. Ja, takrat si kaj, že bil dost na cool z vsemi, tako ki si govoril, ne? Tako je, takrat sem bil že s temi Luzero, ti so me klicali, tako da sem z njimi se družim, kar je tudi Roki videl. Prej si rekel, da te je pot nekako vodila k temu, da si postal Luzero, torej na drugi strani, se pravi vodja neke vrste. Zakaj si rekel, da te je pot vodila tja? A to hočeš povedati, da si ti sploh nisi želel oziroma ni bil ta namen? Ali kaj si s tem mislil? Ja, ne, daljš tega, da je bil moj namen, pa tudi nekak je za Los Tekes oziroma za special, niso lih znani bili, da je Luzero bil tujcno. Jaz sem ne bi bil, raj tako rečem, en prvi, bom rekel tako. Res? Tako velik, bom rekel, oziroma par mi jih je tako rekel, da me je pripravljalo za Luzerota. Pa se rekel, kva ti govoriš, itak, da ne. Niti nisem imel kakšne ambicije, niti želje, niti nič. Meni je bilo samo good, da sem bil z njimi. Da sem recimo, ne vem, jedel z njimi, v bistvu oni so mi dali tudi, v bistvu lahko rečem, ustanke svoje, da sem jedel, ampak to je bila nekak, kar sem še lepo dojel, v bistvu to je z Luzerotom, noben ne je, noben ne pije. Navaden zapornik. Oni so pač gangsteri, mi so pa zaporniki. Ampak meni to itak je bilo pač, sem bil sam hvaležen, nisem si to dal neki en velik zvon. Ok, Poljak, kasneje, ko sem to zvedel, oziroma ti dal primerjavo, če je, ne vem, cigaret, kadil recimo ti si Luzero, kadiš čik, ti srečen, da mi daš mal, ti mi ga daš, jaz ga moram odprt, dati na rizlo tobak, pa se izvid. Ne smem za tabo kaditi. Kako ti si Luzero, jaz sem... Se pravi, čisto iz nobenega higijenskega razloga, zgolj statusa. Ne, statusa. Ja. Niti Luzero, če me kaj padne na tla, nisem imel pobrati, pa to če bi to denar. Tako fulenih milijardo neskončno pravilno. Ampak ja, nikoli nisem tako, da se vrnem, nikoli nisem imel enih ambicij, ampak samo fajn mi je bilo, da sem bil z njimi. No. In pol je prišel dan, ko si ratal Luzero, kaj je to bil trening? Ali... To je bil, 2 Luzerota sta šla na svobodo. Takrat bila je to sreda, takrat je bila zelo krvava sreda, so v bistvu v nedeljo, tako sem rekel, so v nedeljo spustili, dolžnike je pa se reklo, v sredo boste plačali, tako da so nas takrat, mi smo imeli v našemu klanu, je bil fitness, tam je tudi Mostriko, v bistvu sosedna, tol pa je lahko k nam prišla trenirati, recimo tudi fitness si mogel plačati. Ni bil zaston. Ja. Koliko pa je bil fitness? Če se nam zlagal, je 5 evrov, se mi zdi. Za mesec ali teden? Tako je, za teden. Za teden. Skoraj pa nas na koncu. V glavnem, to je bila sreda, ja, in so, kako sem omenil, bila kar krvava sreda, v bistvu se nas dalo ta fitness, vseh nas, to smo bili v bistvu takole smo ostali, ker ni bil zdaj spet ne en koliko velik fitness, nas je bilo pa 100, ne. In so enega po enega v bistvu klicali, in tako smo tudi prvi slišali v bistvu te krike, ka ta salsa, v bistvu, ko smo prej rekli, ne, 23 ur, to je bilo, da se ni slišali, kaj se dogaja v drugih tolpah. Ker bi kar doskrat kakšne krike slišali, če ne bi bilo te muzike.
V glavnem, in te smo pa še celo videli na svoje oči, ko so vsi prhali krvavi nazaj na fitness. In jaz sem Ben mu dolžen, vse je plačal, naenkrat Simon, jegate, to pomeni Simon Pritne. Skoraj ko pismo, ko se dolžen, nisem nič, ne. Ampak tam tudi, če nisi bil nič dolžen, si imel skozi v glavi, da je lahko neki bo. Recimo, ko so rekli boralo, to je pomenilo, da si varen, da je boralo, to je v nedeljah bilo, da je konc, bom rekel, tepeža v sobi 5. No, da se vrnem, jaz slišam Simon, jegate. No, pravno. Gremo zgor, ko so bili take gor stopničke, hodnik. Oni stojijo eni na eni strani, drugi na eni. Roki pa tam čez na koncu, pri svoji sobi 3. In jaz grem hodan ke, oni mene začnejo tepst. Ampak niso mi po glavi tepali. Temu losteke so najraje so glave razbijali. To je bilo, ne vem zakaj, ampak tako je bilo. In sem pa tako, ni mi bilo močno, mislim, nisem užival iskren, ne. Ampak pok je rekel, pok sem tako nekako sem, ok, po glavi mi ne tepejo, to se prospomnim. To je že nekaj. Pa Roki je rekel, boralo, kao. Pa je skoro, kako je vas paničen, veš, nisem bil sem Ben neki He-Man pa neki, veš, prestran bom rekel, kako sem redel, nisem nič dolžen, veš. Pa je pa rekel, prid sam, pa je pa rekel, no ja, od danes naprej se eno od nas. In pa bi se dal pištolo v roke. In ti si bil tako, kaj, vesel ali? Ma v bistvu niti nisem bil toliko, mislim, vesel. Zdaj mogoče se lažem, po moje, da sem bil vesel. No, viš, niti se ne spomnim, po moje sem bil še toliko šokiran. V bistvu prvič, da se mi je tako, bom kar iskren povedal, da se mi je zdel, ko so bili obiski. V soboto, mi smo imeli v sobotah tudi streho do 2 popoldne, ko sem šel na streho s pištolo. Ker tam recimo je pa tako, da bi se v Sloveniji s Ferrarijem pripelil, je tam, da si luzero s pištolo. Wow. Takrat mogoče sem muno tako pizdalej, nekaj mi je paratala, veš, ko. Ja. Tako, ja, prav iskren, tako je bilo. Ja, mislim, da se ta verzija tebe, ki se je tam ustvarila, pač je tudi imela neke ambicije, verjetno, oziroma, ko greš ti iz tega preživetvenga, a ne, ki si bil na začetku, pol v nek ta zdaj smisel, celo mogoče, da nek smisel še vseeno obstaja, ne vsklup vsemu. Bravo, ja. Je dejansko to, da si ti šel en nivo višji, bila zmaga za ta del tebe, za to verzijo tebe, a ne? Ja, zato, ja, bravo, ja, točno tako je. Tako, ko zdaj pogledaš, je tako pač, ja, še zmeri sem v zaporu, tako pač v igrico se igram njihovo, ampak ja. Tako je. Ampak veš, ko sem v bistvu del, da te dobre stvari je pa ful slabih tudi, ne, veš, niso samo dobre, ne, ker ti eno moč dobiš, veš, bolj sem jedel, bolj sem pil, del sem spal ampak so pa pol te negativne, tako, ko so sobe 5 v nedeljah, oziroma, če je kakšen obračun, bom rekel, iz drugo tolpo, takrat je več ni toliko nekaj, da bi ti bil prvo zero, ne, ampak to je bilo tudi, nisi lih mogel izbirati, da bi bil ali ne, no. Vem, da je enkrat odklonil, so mu vse vzeli, kar je možno, na tleh spal vse živo, tako da, ko sem mu drugič še enkrat dal, ki je bilo pomanjkljaj, pol že prvo zero, ki je šel veliko ven, je sprejel, ampak ni bilo to tako, ja, da bi ti pa rekel, ma ne, jaz ne bom. Ni bilo tako lihno. Dajte mi, da razmislim, ne? Ja, da ne, ja, tako je. Pač to je v bistvu sugestija, zdaj to si. To si, ja. Ne, a bi bil ali ne. Ne, tako, ja, točno. In kakšne naloge si dobil s tem, ko si bil luzero? Ko na hiter, mislim, na hiter. Ja, red vzpostavljati, kar ti je bilo rečen, kar je Roki rekel, si v Bogu. To je, ne vem, tako kot sem rekel, ali da ben več si mogel reči, da ben več smene hodnik, oziroma mogel si menjati straže. Straže, to sta bila 2 v vojnem stanju, ko smo imeli 3 stražarje. To stražar je bil en na vratih, ta glavnih, od naše tolpe, en gor je gledal gor na streho, na dvorišče, en je pa gledal dol paviljon 1, ko so bili v prvem štoku. To si mogel menjati, to se vsi 3, oziroma 2 sta se menjala na vsako uro. Mi smo imeli garito, se je rekel garita, mi smo bili v bistvu luzeroti, kontaktna oseba, če je kdo prišel, recimo, če je bilo po noč, če je kdo prišel po alkohol ali po drogo, je s tem stražarjem prišel kontakt in pa je on mene vprašal, ta je prišel iz une tolpe, kao ga lahko spustim, da ne vem, bo nekaj kupil primer in pa jaz vidim, kdo je, in tako so se ponovno luzeroti sprehali. Se pravi, nekako si dobil odločitve tako, za svoje roke. Tako, ja. Če jih prej pač nisi imel. Tako, prej nisem imel nič v bistvu, ja.
Pa ne vem, kaj je Roki šel na streho, smo mogli iti z njim, če je Roki šel dol, kaj se pogovarjati z drugo tolpo, smo šli z njim. V bistvu, kaj ni telesni tržari, nekako tako. Na neki točki si rekel, da ti je Roki dal svoje orožje začuvati, ki je šel na nek razgovor s tolpom. In to je kot nek simbol največjega možnega zaupanja, ki Tako ga je. tam dobiš. Takrat sem bil v bistvu navaden zapornik, ki je sedel na hoboku. Mi smo imeli take hoboke, to je kanta Jupola, se predstavljamo. Tam smo imeli stvari svoje. To je bila v bistvu potujoča omarca. To je bil in stol in omarca. Tam smo imeli, ne vem, za higieno svojo, ne vem, kako majico za probleč, ne vem, če smo imeli srečo, kak piškotak ali pa kaj tazga. V glavnem, jaz sem tam sedel na hodniku, ja, in takrat je rekel, kao, Simon, prid sem, in mi je dal svojo torbico, tam, ki je imel drogo, pa pištolo svojo. Tako da v bistvu vseh onih 15 luzerov, to je tako prav, nam nikoli pozabil njegovih pogledov, tako samo ne bilo. What the fuck? Čakaj, ti še nisi bil luzer? Ne, navaden zapornik. Ok, jaz sem mislil, da si bil že luzer. Ne. Oh, fuck. Čisto en. Ja, in kaj je bil namen tega? A ti je povedal? V bistvu nikoli mi ni povedal, samo takrat so se šli neki men za muziko, Aha. za zvočnike, ki so nam crkali, hvala Bogu, ampak smo tako novi bili hitri. V glavnem po zvočnike in je mogel se on zmeniti in paviljon 1 in paviljon 2 sta mogla prijeti na hodnik in pač povedati, da gre on, da bo special dobo zvočnike, a veš, da ne mislili, kao, da hočemo kaj obračunavati z njimi, da jih bomo napadali, ko bo vsi luzeroti dol. Ja. A veš, tako. Ja, štekaš. In samo on je šel brez pištole, to je bilo tako ponoči, so se šli kaj ment, so bili šefi brez pištole. Luzerovci so imeli, oni pa ne. A si kot luzero, mislim, vem, da si, ampak povej mi, kako si se počutil, ker si prvič mogel dati batine kot luzero. Torej, človeka, ki tep ni nič naredil. Vem, da sem dajal tako čist, ne, bom rekel, tako lahke, tako da je Roki dosti hitro opazil, te prvič sem lahko šel čez to, mislim, oziroma da mi je rekel, ko je bilo konc tega, je rekel, da drugič, da bo mogel naslednjič sam tepsti, da ne bojo drugi pomagali, veš, ko takrat se pol ne ve, kdo ga je udaril bolj, ne. Je rekel, da jih bom sam, pa da bo videl, koliko fajn tepam. Je tako rekel, no, da ne boš mislil, sem neumen. Pa sem, ja, ok, sorry. Se pravi, si priznal, da nisi. Tako je. Pa se je govoril tudi z njim o tem, da pač ti je težko to narediti, ali pač ni prostora za to in je tako pač. Ni prostora za to. Ni prostora za to. Tudi recimo takrat, ko sem je prvič toliko pretepal, ne, sem bil, ne vem, ves plav po hrbtu, ves sem bil, zdemoliran kar dober, ampak sem šel drug dan na fitness. Joko sem oseb, joko, ampak sem šel vse na fitness, sem si slekel majico, ne vem, kva mi je to sploh bilo, ampak prav tako je bilo, si dal majico, ali tako sem bil ves plav, prav so se še smijali, ker sem jo prav od nog šel tisal. Ampak sem rekel, prav grem na fitness, tako sem rekel, sem joko vseb, ampak sem bil tam in je on prišel, Roki je, to sem tako že na vrate, pogledal tako, pejt sem, na živno. In je rekel, kaj smo te premal, ne? Sem rekel, ne, kao ponovimo, sem rekel, ne dej Bog. Pa vem, je rekel, takrat se lepa zelo, ki jim so bila že dobra. Ni bilo tako, kot prej, ki me ni imel, bolil ga je zame, veš. Ampak jaz sem rekel tako, sem rekel, kolom pozabil, sem rekel, se mene ne boli to, kar vidiš. Mene srce boli, da si ti ukazdal, da me to tepe. In jaz sam rekel, pide se veš, brat, da moram, ne, sem je šef. Ampak dejansko se je razvil kaj nek prijateljski odnos. Ja, mi da recimo na začetku on me ni mogel videti, niti pozdrav me, niti sam kaj, če je bilo treba. Takrat, ko sem mogel plačevati, to je pa to, ne. Pa sem šel iz sobe 2 v sobo 3. Sorry. Takrat, ko me je Karolina v bistvu prvič naredala, prinesla. In on je pol takrat vedel, tale bo nekaj začel. S čim sem se utujil od njih, veš. Tako si jaz mislim. Dajmo ga mi v sobo 3. Tam je pa on bil, ne. Jaz en večer gledam televizijo, vsak je imel v svojemu bugiju, televizijo jaz nisem imel pač denarja, sem tako mi poslal. V glavnem jaz gledam tam televizijo, pa Lihen je imel kantino, tam se je prodajal sendviči, pomfri, zapit, čipse, take stvari. Tako je. Mislim. Ja. In je ta prišel v našo sobo, pa sem rekel, da se bi ti dala en pomfri nares, ne. Ja, bom itak. No, glavno mi je šel pomfri nares, je bilo že čez 10 ur, nisi smel iti več ven. In jaz jem pomfri in pride Roki mim
In jaz ne vem, se pravim, kada bi meni, da ji rečemo nekaj, veš. A prej, sami mene je hodil, kada meni. Sem rekel, Roki, boš malo pomfrija. Model je vzel. Model je prav vzel, tako še ono, ker še danes mi je, ker kot cinim igra. Model je prav vzel in je rekel, hvala, prav, ko se je pa zdaj zgodilo, sem si mislil. In od tega večera, am rekel, drug dan, drug Roki. Pozdravljal, kako sem, ja, drug Roki. Od takrat naprej, bom rekel, da je bil, ne vem zakaj, ampak prav ta pomfri je bil ključnega pomena. Če mu ne bi takrat rekel, če malo pomfrija, bo kaj, kako bi se to zapeljali vse skupaj. Prav zaradi neke take male geste Tako, misliš, da se je odnos... Mislim, da vidim druge. A si mu predtem kdaj kaj ponudil? Ne, ker me ni mogel videti, žuga, veš. Zakaj smo pa pomfri ponudil? Ja, ker še mi mene. Čist, se pravim, kada bi meni rekel, daj. Ja. A veš, kada bi ti en tako rekel, čist tako, ne vem, zakaj sem rekel. Enkoli se niti nisem z njim pogovarjal. Sam, ki mi je kaj jebo mater, pa kaj, kako ne pošiljam denar, kako ne uno, tako, da se moram špansko naučiti, tako. Da bi se pa kaj tako pogovarjali, pa ne. Od takrat so pa kada drug Roki, no. Ja, pa ti je, kako pa je odnos pol zgledal med vama po tej, a bi rekel prijatu? Ja, mi da se je bila, v bistvu sem jaz pol nekak, sem lahko v njegov bugi šel, ki je bil on na sodišču, on Pavljon. Tal šef 1 pa 2 sta bila skupaj v skupnem procesu, prej sta bila na letališču, sta gledala kufre, lahko bi me ona 2 v bistvu ujela. In so rekli, kao, da drogo spuščata, po 5 letih se je bila spuščena, nedolžna sicer. V glavnem, pol v bistvu je ta šef 3, Izrael, in recimo, ali pa, ja, on ni smel iti v bugi, recimo, ki je bil na sodišču. Jaz sem polakšal. Sam takrat sem že začel zanjega kokain prodajati, zaradi tega sem nakošal. Ampak to recimo je bil primer, ki je, ne vem, šef 2, Sangre, ki smo bili v sobi, je rekel, Roki, pa je rekel kupado, to je pomeni, da je zaseden. Pa jaz pa 2 sekunde za njim, Roki, jega te, hermano. In to jim pol ni bilo nekako všeč, ko sem videl ful dobro ratala. Kaj si ti malo privilegiran. Tako, ja. Pa to verjetno za tujca res ni bilo normalno. Ja, itak, da ne, daleč od tega. Zakaj misliš, da si je tebe zbral? Ne moreš vedeti. Ne moram vedeti, prav ne vem, vse ti pravim, on prav, tako, kar je zelo smešen, ampak prav on pomfri je bil prav ključnega pomena. In po vse, kar se je dogajalo, tudi to pištolo, ki mi je dal, ne vem, sem imel rojsten dan, mi je dal pištolo v roko. In prav rekel, sem imel 17. decembra, imam rojsten dan in je bila sreda, se mi zdi. In malo praznujemo tam iz te meni Jean-Pierre, Luzero, njegova žena, pa ena njegova kolegica, pa jaz. In tam se je pa, ko sem imel rojsten dan, so te pretepali. Ampak pretepali so te pa z blazinami. Ampak to so take prav blazine naredili, takole, pa takole debelo, ampak zelo, ko si dobil, nisi jih užival, ne. Tako da so te kar orang, da si zapomniš kao rojsten dan, ne. In pride Roki mim, pa prav, kaj praznujete neki, ne? Smo, ne vem, kaj smo pili. Ja, viski, ja. Kao praznujete, pa prav Jean-Pierre je bil Luzero, je rekel, ja, si imam rojsten dan, ampak ne to zdaj nekaj okoli govoriti, veš, ko ni hotel, da me s temi blazine, je rekel, Roki, ma ne, kul, ja, veš. Pa je malo spil z mano, z nami, pa je pa rekel, boš malo prejel pištolo, to je bilo prvič. Je rekel, veš, oni mislijo, da vsi tako živimo, tako kot oni. V Sloveniji posod druge, veš. In meni je rekel, a boš kao malo pištolo prejel roke, ka vem, da pogrešaš kao ta feeling, veš. Jaz pa prvič v life imel pištolo. Ko to pogrešaš, kao jaz vem, da si ti gangster v Sloveniji, kao jaz si tako, ja, itak bom rekel, da ja, rekel, ne, maler sem, veš, kao. Sem rekel, ja, sem, veš. Pa tako, boš, kao, povem, mi je tako do roke, se te znaš nekako prijet, pisno, se ni zdaj to zdaj, da može biti ne vem kva, ne. Tako malo tako pogledam, kao, veš, pa mu tako nazaj vrnem. Ja, to je bilo v bistvu prvič, ko da mi je on dal, ja. Wow. In to so tudi v bistvu vsi videli. Oni niso tvojega lajfa v Sloveniji, ne. Nič nisi povedal. Oni vsi mislijo, da smo mi milijonarji, ko smo tujci, ja, veš. Pa bolj sem jaz razlagal, pa zakaj ti misliš, da sem jaz to šel mulo, ko sem milijonar pizda, valjda da ne mislim, halo? Ja, veš, samo oni to ne razumejo, se pravi, oni mislijo, da smo mi tujci, se dejansko, če imamo plačo $50, smo, ne. Ja, veš. Sam mi mule, ko smo, so vsi dolžni. Redko, ker je tam, ki je imel ful denarja doma, pa je šel malo za mulo, veš. A je veliko tujcev v zaporu? Ja, pa tam nas je bilo, lahko rečem, kraj 20, siguran, vse skap. Se pravi, procentualno, ja, 20% skoraj. Ma, veš kaj, tam je bilo, zapor je bil narejen za 900 ljudi, se mi zdi nekako tako, nas je bilo pa Jurija 600, Jurija 800.
Zaradi tega smo tudi na tleh tako spali, pa, veš. Ko se pa ta gužva občuti, to te sploh nisem vprašal. Mi, hvala Bogu, jo niso imeli toliko, ok, na tleh smo spali, ne? Aha. Ampak so imeli drugi večji problem, bom jaz rekel, oziroma več je na tleh spali. Ampak takrat, ko so bili pa obiski, recimo soboto, nedeljo, ti, če nisi imel obiska, je bil to najhujše 2 dneva v tednu. Ker mi recimo smo spali en zraven drugega takole, nisi imel placa, a še en je krek zraven kadil, en je kolik vlekel, en je, to je bilo najhuj. Kaj so vas takrat v tem času dalo en drug V en prostor? drug prostor, tako kot tole recimo, tak prostor, knjižnica, je bila kao, čeprav knjig ni bilo, ene par. Tako ja, tak, se pravim, pa si dal lahko kočenete in si pol spal v bistvu na te kočenete 2 dni. Oziroma lažem en dan, soboto, nedeljo. Ja. A je bilo kakšno obdobje, kjer si ti drugiral noter? Bilo je, ja. To takrat, ko sem rekel, da sem imel že malo vsega dost. Čak, to si bil še zapornik navaden ali že luzer? Ne, sem bil že luzer. Tam sem, bom rekel, 10-14 dni sem vsak večer kokain užival. Z kakšnega posebenega namena? Zakaj si prvič povlekel? V bistvu, jaz sem bil ful proti temu, te luzeroti so tako za te brnote, so kar vlekali to belca. Jaz sem še prav Žan Peral, tu sem bil pameten, kva to dela, če je neumen, ne raje to travo, kadi, a pol sem jaz bil isti. Ja, pol kar naenkrat sem probal, čisto tako, se pravim, sem tako res vsega, mogoče sem hotel uvideti nekam pismo, veš. Pa sem, hvala Bogu, dosti hitro dojel, da ne vem, kva moji bojo pošiljali, da sem jaz kaj drugiral denar, veš, ko mi živijo, pa bojo pa meni Simonu, da se bo drugiral tam, a veš. A si kdaj imel občutek, da si se odtujil od svojih ljudi kle? Po moje od svojih ne, ampak od sebe pa ja. Tako od svojih bi rekel, da ne, no, z mamo sigurno ne, ker takrat sem bil, no, bi rekel, takrat sem bil Simon, tak, ko sem danes, ko sem bil prej, ko sem z mamo govoril. Ker večerom sem tako z mamo govoril, prijatelji, tako pa smo si pisali, pol, ko sem imel te računalnike in sposojil, pa pol, kasneje sem lahko tudi svoj telefon kupil, tako da smo lahko pol tudi prek telefona. Kako pa si to doživljal, recimo, da si pa zdaj slišal nek znan glas iz prejšnjega lajfa, a ti je bilo težko preklapljati med identiteto Simona, ki se bori za preživetje v zaporu, pa identiteto sina od svoje matere? Ne, takoj, ker se, bom rekel za mamo, takoj, ker je se ona javila, sem preklopil na Simona takš, ki me poznajo, oziroma ki me pozna. O čem sta pa govorila? Ja, v bistvu jaz sem njo bolj sprašal, kako je, itak mi je lagala, revca. Jaz nekaj nisem hotel govoriti, oziroma sem malo drugačen. Ja, vse je dobro, smo good, sem sit, sem lačen, čeprav nisem bil. Recimo enkrat so se začeli streljati, rekla, kaj pa je to? Sem rekel, nekaj, eno gnomet imajo, nekaj en praznik je v Venezeli. Tako da pomoč, če bi ona vedela, kaj se tam dogaja. Ne vem, če bi bilo lahko huja, ampak zihre bi bilo malo, ne. Sem kaj rekla, ti je eden izmed prvih, ki si se prvič javil, ne? Sam, da si živ. Tako je, ni važno, kje si, sam, da si živ. A je to ostal tekom celega bivanja tam, ali je vmes mogoče jo skrbel za... Tudi, če si živ... Njo po moje skrbel 24 ur na dan, veš, ampak mi ni dala tega vedeti, oziroma da se jaz ne bi sekiral, ne. No, to sem mislil. Tako, ja. Ni mi dala do tega, tudi pol kasneje sem zvedel, da je bila ka zombi revca. Ampak meni pa itak ni hotela tega pokazati, da mislim, oziroma povedati, da nam še v bistvu je še slabše reagiral, oziroma da bi si jaz pol kaj naredil, da ona ne bi trpela, ali ne vem, kako bi to razložil, ampak ja, zavarovala me je, bom tako rekel. Se pravi, glede na to, da je mama tako, vse čas omenjaš, fotra ni v lajfu. Ne, umrl je. Kaj si bil še mlad? Ne. Kasneje. Kasneje. Sem bil star, 27. Pa si imel odnos z njim? Ne, je tudi moja mama otepil, tako da, če smo se srečali, smo se rekli živ, ampak da bi pa prav ga bil vesel, pa ne. To je to, kar si prej mislil glede otroštva. Tako, ni tako je. Bilo lahko je Tako je. bilo z njim povezano. Tako je. Ok. V tem zaporu zdaj, ki si nekako vdržal kontakt z zunanjim svetom, se pravi Slovenijo, a si se slišal sam z mamo, ali je bil še kakšen človek kle, ki, tako bi rekel, da si ohranil vez skozi celo... Prek telefona več ali manj sam z mamo, mislim, v bistvu skozi mamo, prek teh Facebookov pa s prijatelji. A to si imel? Ja.
tam je en sposodil računalnike, 2 računalnika, oziroma je imel. Okay. Tako da smo si tam dopisali, pa pol kasneje sem si lahko telefon kupil, tako da smo imeli tudi internet, si kupil kartico, bi si na filu in si pač imel svoj telefon. A si ga mogel plačevati, da si ga lahko uporabljal, ali si ga enkrat kupil? Enkrat si ga kupil in to je to, ja. Pa si sam te pač kupil te kredite ali kva. A kraja se je dogajala? Ne. Tako, da bi te mogli skrbeti za tvoj telefon? Ne. Enkrat se je tam v nasprotni tolpi, pa bom rekel, da ni preživel. No, tako. Ne, to se je ful toleriralo. To kraje pa tega ni bilo. No. Okay, ja. Se pravi, jaz sem v svojih 2 leti, ki sem tam bil, enkrat doživel, da je en majico hotel vzeti. Kaj pa, ne vem, posilstva, take zadeve? Ne. Daleč od Ne, tega. ne. Kaj vrednote polke jih oni gojijo, dejansko niso? Ma v bistvu škoda tam veš, folk ful filme gledajo preveč, ne? In pol te žajfe pa tuširanje, pa to ne, mi smo imeli svoj tuš, ne? Ni bilo 10 ljudi, da se naenkrat kopa, ne? Ja. To ne vem, ali ima eni kakšne želje. Ne vem, s kje je to prišlo. Ja, v bistvu to je Amerika. Aha. Zaradi tega, ker v Ameriki recimo oni nimajo tudi po par let obiskov, ki jih ne smejo imeti, ne, da jih noče imeti. Recimo v Venezueli, mi smo imeli v sredo, punce so prišle v soboto, po nedeljo. Bom tako rekel, eni so več seksali v zaporu, kot polo zunaj. Tako da, pa pri nas recimo v moji tolpi tudi, če bi bil kdo obsojen posilstva, ko sem prej omenil, je šel maksimum. Ja. Ker Mi tam so homoseksualcev, teh pedofilov, posiljevalcev, tudi en transvestit je bil, pač to ni bilo v naše tolpi, oziroma nobeni razen v Maksimi. Pa te, ne vem, pokvarjeni policaji, pokvarjena vojska, vojak, to je bilo vse tam. Pri nas v bistvu Ben ni bil zaradi tega obsojen. Se pravi, veljala tudi neka hierarhična lestvica, Tako je. Kdo je slabši človek? Ja, tako je. Na nek način. Mislim, tam v bistvu se ful kaznuje, no, recimo posiljevalci pa pedofili ne pridejo na svobodo, no, končajo v lovsteke se v bistvu. Jih v bistvu vse, lahko rečem, ubijajo. Wow, okay. Kaj pa ta govoriš tudi o kako bi temu rekel, klanu, ki so pa v bistvu z Biblijo okoli hodijo? Ja, to je pa 6., ne moram reči tolpa, 6. skupina, bom rekel, to je pa Englezija, cerkev. Oni so pa v bistvu, imajo srajčko, kravato, pa Biblijo morajo imeti skozi pod roko. To pomeni, da so varni. Recimo, več ali manj so bili to narkomani, ki so bili dolžni tolpam in tam so bili pač neotekljivi, če so šli v cerkev. Se pravi, ti si lahko prostovoljno vstopil v ta klan. Tvoje naloge so bile pa... Ja, molce vsake ne vem koliko časa so se molili, pa v bistvu, da ne konzumiraš droge, alkohola, pač cerkev. Aha. Se pravi, če si ti to sprejel, nekako si bil nedotekljiv iz vidika tega, da te ubijajo. Tako. Tako je. Če si, se pravim, dosti ljudi je bilo dolžnih za drogo, pa so pač kaj zbežali. To je bilo nekako eno nepisano pravilo, da pač, da tam ti noben nič ne more. Se pravi, če si dolžen denar, pa je to cerkev. Greš v cerkev. Tam boš preživel. Tam je bilo najbolj umazan, najbolj vse, tako da Ben je imel prav želje, oziroma ok, te verniki, bom rekel, verjetno ja. Ampak večinoma tam, ne vem, če je bilo 180, je bilo, ko so bili dolžni. Wow, okay. Pa kaj si rekel, da so oni v bistvu, če so koga ubili ali pa če je kdo umrl, so bili oni te, ki so... Oni so ga pred vrata, v bistvu pred vhod, oziroma izhod, kakorkoli, so jih kaj v bistvu dali. Pa v bistvu pucali kri, šivali ustence, ne vem, če si hotel ti v kak drug zaporit, to si bi tudi nedotekljiv, so ti v bistvu tukaj zašili 2 cverna, tako pa klej, da si imel tako usta, da si lahko po slamci pil. To je pomenilo, da gladovno štrajkaš. Ust, se pravim, tako da si mi malo odprl, da si lahko po slamci vodo pil, to je pomenilo, da hočeš, da te premestijo v drug zapor. To so pa tam v spodnji na hodniku sedeli, pa v bistvu čakali, kdaj bo prišla premestitev. To je bilo pa isto, če bi kdo dolžen, si je usta zašil, je bil isto nedotekljiv, kot da bi šel v cerkev. In so dejansko šli pol v drug zapor? Tako je. Verjetno ne boljš. Mesec, 2, odvisen. Ja, tako bom rekel, jaz poznam par primerov, ki so še na slabš, ampak to zaradi tega, ker je bil pač dolžen za drogo enemu, pa je on zelo znan bil, tako da je poklical drug zapor, bo pripravljen, kad ta pride. Tako da so
ponovadi končali tam v zaporu. In spet štartaš z nule hierarhično. Tako, razen, tako. če imaš veze. Tako, razen če imaš veze. Recimo, 2, 3 primere so bile, recimo tudi v Mostriku, ta naš sosed, bom rekel, da so že iz ulice prišli, pa so jim tako orožje dali. Aha. Ker je šef poznal do zunaj, pa je vedel, da so malandro, se reče tam gangster, da so malandrosi na ulici in jim je pol tako dal v bistvu orožje. Malandro. Malandro. Dobra beseda. Eno zanimivo stvar si tudi rekel in to je, da ko si pol se s kakšnimi Venezuelkami pogovarjal, si kaj si rekel, malandranščino uporabljal. Tako je. Sleng zaporniški, španščina zaporniška, bom rekel. Ja. Pa ti nisi vedel, da je to pač mafijski jezik, gangsterski jezik. Ne, se da mi je bilo tudi tako čudno, recimo, ko smo se kaj pisali ali pa pogovarjali po telefonu, pa sem rekel tako, ko si omenil kako besedo, pa kaj to pomeni? Tako sem si mislil pisati, me zdaj baš. Ne vem, ti si Venezuela, kaj sem Sloven, sem s tebe učil, kaj to pomeni, veš. Pa on rekel, ja, sem ti si gangster, jaz nisem kao, ne. Okay. Pa sem razumel. A in pol v bistvu si tudi ti nekako lahko imel obiske. Ves čas že, sam pač nisi imel nobenega, da pride. Tako. Pa si pa verjetno navezal že par stikov. Ja, pa sem pa spoznal, ne vem, recimo, ne vem, Jean-Pierre je prišla žena, pa iz to žena je prišla sestrična. In pol zaradi hrane sem pol v bistvu nije plačal, pa je ona prišla k meni na obisk, pa recimo zdaj sem mi prinesla, oziroma nam, ker pol smo bili ena skupina, ki je en kuhal, pa smo jedli pol skupaj. Ja, hudo. Ja. Ampak prej pa nisem imel tega, veš. Dejansko si bil vržen v luknjo, v temo in se naučil tam preživeti in na koncu bi lahko rekla pač, da si dejansko si ustvaril znotraj tega, kar je mogoče, dober life. Lahko bi rekel, da ja. Mislim, v bistvu ja. Gleda iz druge prizme. Ja, iz prizme tega, kar je mogoče, kar obstaja. Mislim, po moje, malo se čujem zdaj, ampak bolj po moje mi ne bi mogel biti pol na koncu, kam je bilo, tako rekel. To je tako zelo hecen, ker ni bilo nič dobrega tam, ampak bom tako rekel. V bistvu sem res iz nule prišel na največ, ampak pa sem pa spet malo padel, ker sem jo vzel pištolo, ne. Zakaj? Ja, ker je moj, tako kot je ta Izrael je pa rado šef, ker sta šla šef 1 pa 2 na svobodo. Aha. Je Izrael bil šef 3, je bil šef 1, pa je rekel, no, evo, tvoj oči je šel, zdaj se pa pazi. Recimo, on je pa edini vzero, kam nič nisem dal. Niti sladoleda, niti nič, nikoli nič. In pokaj si to rekel, si tako pomfri vzel. Ja, ja, boš. Ja, dobro bi bilo. Ampak ja, to je bilo pol. Tako da sem v bistvu, jaz pravim, ko sem šel po ta pravih korakih, v bistvu do najvišjega, pol spet nekako spet na tla, v bistvu na najnižjo točko, pa sem pol bil na sredini, pa še v bistvu rodil 2, tam smo bili na začetku sam tujci, sem je bil pa, bom rekel, proti Venezueli prej zapor, tako ne bi bil zapor, ampak še zmeraj veliko hujši k naši zapori pač, ne. Se pravi, ti si še v prejšnjem zaporu Los Tekas, si izvedel, koliko časa boš v tem zaporu? Ja, mislim, ne, v tem ne, jaz sem izvedel, da bom 15 let. Ok. Pol pa kar naenkrat en dan prišel, ko so pa rekli, ne vem, Una Luz je rekel, da morajo vsi v svoje sobe in so rekli, vsi tujci, pridite na hodnik. In takrat so nam rekli, imate pol ure časa, da spakirate in smo šli pa v Rodo 2. In a si se tako kaj predramal ali pa se je kaj spremenilo v tvojem doživljanju življenja na koncu dneva, ko si izvedel, da zdaj greš ven iz tega okolja, kjer si se mu totalno prilagodil. Da zdaj greš ven za te zidove. Ja. Kako si to občutil? V bistvu, ben od nas ni bil vesel. V bistvu, oziroma lažem, na začetku smo bili, recimo ta Izrael, kokor me ni maro, je pol se izkazal na koncu, me je poklical in je rekel, gled, tam ni tako, kot je kle, tam ni tega alkohola, ni visko, verjetno ne bo temel, v glavnem ne bo tako, kot je kle. Tam so bili, takrat nas je bilo pol vse skupaj 300, se mi zdi, tujcev, na začetku je bilo samo 100 venezuelcev, pa jih je bilo več, ampak je on poklical enega in rekel, kao, da jaz pridem. In rekel, kao, da bom malo bolj, da bom imel boljši feeling. No, glavno, ampak tam, ko so mi prišli, pa to čist drugo, ne vem, vse so postrigali. Jaz, hvala Bogu, sem se 3 dni prej na 0 pobril, oziroma na 0,2, koliko je. V lifeu nisem bil toliko, ne vem, zakaj sem se takrat pobril 2 dni prej. Še uno sem rekel, gled ga, prav vedo je, da gre, nam se kaman. V glavnem, res ne vem zakaj, ampak ok, vse so nas postrigali tam, uno je bilo res zapor,
dali so nam rumene kratke hlače z gornjo majico, 2 kompleta, pa ena dolga hlača in to je bilo to. V eni škatli, zobno ščetko pa milo, tako ja. In so nas zaklenili v bistvu pol itak, tako kot je zapor mora biti, ne, v celice, 2 štuka smo bili tujci, eni so bili prtlični, mi smo bili čisto gor. V bistvu, če bi takrat vprašal folk, tujce, a bi še nazaj v te odprte zapore, ali bi raje bili kle, sem prepričan, da bi 97% folk rekel, da hoče nazaj. Kaj bi ti rekel nazaj? Isto je. Ampak pa v bistvu je bilo pa meni bilo ful dober, ker več nisem rabo denarja vsak teden. A tam pa nisi rabo plačal? Tam si enkrat na teden, enkrat na mesec so imeli obiske in takrat so lahko prišli. Takrat si, ne vem, 100 evrov, 50 evrov mami lahko poslala, da mi je pač na obisk prinesel malo za jest, ker tam nismo imeli hladilnikov, nač tam sem imel hrano, ne vem, dan, 2. Zaporniško, to, kaj je bila. Zaporniška je bila skozi, ampak ta od ozuni, bom rekel. Aha. Tako da z tega vidika je bilo boljš pol Rodeo 2. Se pravi, Rodeo 2 isto v Venezueli? Ali? Tako. Ja. In tam noter si bil koliko časa? Isto 2 leti. Isto 2 leti. Kaj Los Tekas, ja. In če bi jih primerjal zdaj z Los Tekasom, kako bi mi to primerjavo povedal? Ma ful boljš Rodeo 2. Ni bilo nevarnosti, skozi je bilo zajest. Bom rekel na začetku, spet 8 mesecev, ko za nalaž, smo v bistvu imeli ful slabo hrano, ful mal, tako smo imeli, če se ne motim, 4 gladovne štrajke. Smo celo še bil Rodeo 1, Rodeo 2, Rodeo 3, Rodeo 1, Rodeo 2 je bil si zapor kao naš, oblečen v rumeno, sem skazal piščanci. Rodeo 1 je bil pa odprt zapor. Tako da mi smo v bistvu na rjuhe pol pisali, kao da gledovno štrajkamo in ko so oni videli, smo jih pol še na televiziji, kao gled, ekstranjerosi, kao još imajo gledovno štrajka, kao tujci gledovno štrajka. Sem s tem še celo podpirali, veš, ko bravo, kao, da se ne damo, veš. Ja. Ampak ja, po 8 mesecih sem pa isto po naključju sem prišel na vrata, ki je bila meja med jedilnico in pisarnami oziroma sobami, tam so pazniki spali. Sem bil kot en varnostnik, sem v bistvu tam stal od 8 zjutraj pa do 4-5 popoldne. Tako da to je spet po 8 mesecih, kada bi, ne vem, prav skozi mi ta 8 mesecev, tako 2krat bom rekel, no. Tako da sem pol tam bil, sta me pa 1-2, v bistvu, ko sta imela knjižnico, knjižnica je bila, ne vem, modela sta imela malo večji voziček s 3 policami knjig, so skozi uletavali te Venezuelci, ka pol kasneje jih je bilo več, ko so te odprte zapore je vojska prevzemala, in te folk več niso mogli dati druge zapore in so začeli filati našega. Tako da jih je bilo pol na koncu Jurija. Nas tam mene 200, pol že na koncu, ki jih je šlo že par ven, v njih pa 800. Wow. Tako da sem imel pol kar isto spet premoč. Oziroma laže malo manj se bilo, 600 vse skap, tako ja, 700 rečemo, no se to zdaj nima nekaj ful veze, ampak ja, tako da pol pohvala Bogu, sem bil tam na unih vratih, sta teda knjižničarja vprašala direktorja, če bi jaz lahko tam bil. Tako nekako eno ime sem imel od Los Tekasa. Tako na začetku sem imel malo probleme, so vsi kao, zdaj pa za policijo delaš. To je tam bilo tako, ne. Pa sem rekel, pismo, ne vem, tukaj so druga pravila, ne, kaj Los Tekasu, ne. V odprtih zaporih. Tukaj moraš z nas gledati, tukaj ni policija, pa ne vem, kva sem. Ja. Pa sem rekel, ne vem, se oba, lih en je bil tak, je bil z Los Tekasa, pobaveva, kdo sem jaz bil Los Tekasu, kdo spa ti bil, ne. Tako da sem pa dosti hiter. 3 tedne sem izkoz kao neki grozil, pa to, pa so se pa navadili, ker sem imel vsi koristiš. Od mene, jaz sem tam rekel tudi, da ima več za jesti, da ima več za pit, tako da se pol nekako odvilo, da jim pa se nekako pa koristim, nisem bil pol, da sem policaj, veš. Kaj si rekel prej na začetku na enega pogovora, da je marsikdo bil na boljšem zaradi tebe in da si na to celo ponosen, ne? Ja. Na to, kako si se obnašal in reagiral na stvari. Kaj si s tem mislil? Milo daš par primerov? To sem tako mislil, recimo, karkoli so oni recimo v soboto vzeli, bom rekel na puf, je bilo, da si lahko plačal drugo nedeljo. Ni ti bilo treba to jutri plačati. Tako da veliko ljudeh so bili dolžni že od prej, že od ponedeljka takoj, oziroma že takoj lahko od nedelje in sem jaz rekel Rokiju, ne, oni so to včeraj vzeli. Aha. Tako da batin pa kaj tudi hužga, sem jih v bistvu prestavil za en teden. Ampak če bi Rok izvedel, da ti lažeš?
Pa se po mojem vedel včasih. Misliš, da je Po mojem, ja, dohodkovno, ja. razumem, Ja. kaj delaš. Jaz bi rekel, da ja, ker ni bil neumen. Enkrat me sam tako rekel, se veš, da jaz nisem neumen. Ne? In kje si najdel prostor za dobroto v vsem tem, kar se je dogajalo? Ma tak sem pismo. Jaz sem rekel, tak sem, da neki, tak sem. In ne glede na to, kaj se ti je noter v zaporu dogajalo, ti tega noben ni mogel dozeti. Ne, to pa res ne. V bistvu sem vzel samo sebe, ne da mi je kdo drug. V trenutkih bom rekel. No. Ker si se Ker pač na mogel par, tako, ja, zaščititi. ker na par stvari, oziroma kar nekaj njih, nisem ponosen, ampak glej, tam smo bili, drug life, druga pravila, vse drugače. A To za- ne morem, sorry, ker te prijam, ampak to noben ne more razumeti, ker tega ne doživljam, tako rekel. Lahko poskušajo. Ja. A si odpustil za stvari, ki si jih zdaj omenil, na katere nisi ponosen? A je sam sebe, če sem to znam. Jaz se drugom ne morem. Moja jaz bi rekel, da ja, no. Mogoče ne še reči čist, mogoče ne bom nikoli, ampak tako, ko pa gledam, koliko sem enih dobrih naredil, po te slabe, ki sem jih naredil, vsak ve, zakaj sem jih naredil. Ni bilo to življenje, recimo. Tudi polk smo rode od dve bili, te, ki so bili, ne vem, tudi mogoče od moje roke pretrpeni, mi nobeni zameril. Je vsak rekel, gledaj, vsi vemo, los teke z druga pravila. Vse to, ne? Namen, iz katerega si deloval, je bil jasno ločen od tega, kaj ti želiš, Tako je, pa kaj moraš, da preživiš. tako je. Pa kar ti je v bistvu ukazano nekako, ne, veš? Ja. In to se je razumelo, tako je bila taka neka etika v zaporih, da niso ljudje imeli tega osebno. Ne. Jaz nisem doživel, da bi kdo to prav osebno vzel, res ne. Kako pa si ti, ko si bil na drugi strani, torej, da ti je nekdo nekaj naredil, a si na isti način gledal, ali si mogoče, ker prihajaš iz druge kulture, Ja. iz drugega območja, ali si kako drugače gledal? Ma čisto isto v bistvu. Tudi še zdaj, kad za nazaj pogledaš. Ja. Kam veš drugo je, če te en kar nekaj za brez veze, ali pa če pač mu je en rekel, oziroma si ti nekaj naredil. Veš, to moraš ločati, ne. Tam sem ben življal, jaz sem polozera, tam zdaj šel malo prebutati, veš. Tega ni bilo. Se pravi, po eni strani je bilo pismo rekla, da iz moralnega vidika včasih celo boljše odločitve, ne glede na to, da so bile batine, ampak so bile sta pravga, oziroma iz namena, ki ni bil škodoželen, Tako je. ampak je bil za voljo sistema, da lahko obstaja. Točno tako. Medtem, če zdaj preslikava sem življenje tukaj, v tem spaceu, kjer smo, ne, je pa veliko večkrat kakšno dejanje narejeno iz čiste žlahtnobe. Se ali strinjam, pa ja. iz Se tega. strinjam. Kako pa nekako zdaj na podlagi tega, kar si ti doživel, tukaj, v tem času in prostoru, kjer smo zdaj, v tej verziji, kjer si, gojiš neke vrednote. Kaj bi rekel, da se ti zdaj zdi pomembno v življenju, ki ga zdaj živiš, da dajaš oziroma da si? Ma, tako nekako, mislim, ja, bom rekel tako, jaz sem slepo te globoke, veš, kako sem rekel, ampak... Probimo. Ja, ne, se bo, itak bo. Ampak tako nekako, da je malo tako mogoče ti z druge strani odgovoril, ampak nekako zdaj, ko sem na tej poti s to knjigo, Gringo Loko, ne, nekako sem tako, jaz prej se nisem hotel nikoli izpostaviti, da bi jaz knjigo pisal, niti v mislih nisem imel, oziroma tudi tam benimo nisem govoril o tem, ampak zdaj pa nekako pa govorim o tem, ko se udeležujem literarnih večerov, ko me vabijo, ne vem, nekako sem na svoji poti, bom jaz rekel. Nič mi ni težko, tako prav uživam v bistvu v tem in tudi uživam, kako me v bistvu ljudje sprejmejo. Pa nekako vidim tako, da ful mi je všeč, da razumejo, kaj smo hoteli s to knjigo dati v bistvu ven. Nič neki hujskanje droge, hujskanje mafije, mil, ne vem, se mafije tak ne, ampak tako, no. To mi je nekako tako, da sem na eni svoji poti, bom rekel, in pismo, jaz upam, da je kar dobro upravljam. Zdaj sem že zašel malo, ne. Nisi, čisto okej. To sem prav tako ponosen v bistvu, da sem šel čez vso hudgo, kar sem šel, da sem mislil tako stal, da mi ni to potovkal, no. Tako bom rekel. Pa tako je star v bistvu ljudje, tako kako me sprejmejo, ne vem, ko pridem na literarni večer. To je to enih pozitivnih ljudi, tako ne vem, pa ko dobim message, tako veliko dobim, da sem jim pomagal. Zanč me je napisal, da je bil 2 leti na kokainu, ko je prebral mojo knjigo, ko posluša moje podcaste.
prav, če si ti zmogel, zakaj ne bi jaz? En mesec ni več na kokainu. Ne vem, to so zmage. Bravo, ja. To so zmage. In to mi ful pomeni. Pa ne vem, sem odvrnil, ne vem, bom rekel, že tudi kako mulo, lahko rečem, oziroma za kaj drugega, kak drug problem. In v bistvu to je bil smisel in sem ful vesel, da je folk, spet se ponavljam, da je to folk razumel. No? Da si doživel nekaj, kar bi bilo preprosto sam trpljenje tvoje, če ga Tako. ne bi znal. Nekaj iz slabega smo naredili nekaj dobrega. Ja. Si Tako. naredil nekaj dobrega. Ja, nisem edin, ja, smo, jaz raje tako, Ja. kaj tudi imajo, tudi moj prijatelj je v bistvu ta moj neimenovani, To vse a veš, razumem. Aleš, jaz, vsi v bistvu mi, no, ena skupina, bom rekel, ljudi. In to sem res ponosen, res sem ponosen, no, iskren. Ja, sam le, a veš, začel se je, oziroma lahko obstaja zato, ker je to tvoja zgodba, a ne, ki jo zdaj deliš. Ljudje Tako ti je. pomagajo itak, ampak se ne bi mogel zgoditi, če ti ne bi si pustil povedati tako, kaj je, pa pač ne zdaj kle sebe delati nekega glavnega junaka. A ne. Mene se niti nisem, ne, veš, konca ne. Je tako, ko mi razlagaš to iz prve roke, res nimam tega občutka. Ja, ne. Res imam občutek, kot da mi govoriš o enemu drugemu človeku, Hvala. ki je, a veš, kaj mislim, ki je nekaj doživel in ti si imel privilegij, da si to gledal zraven. a. Tako je. Ja. Bravo, ja, lepo si rekel. Ja, hvala. Ja, in mislim, da je tako, vsak si bo svoje sporočila ven iz te tvoje zgodbe. seveda. Govora, ne. Jaz ti lahko mogoče povem, kaj sem jaz Ja, nekako mislim. videl kot sporočila tukaj. Sorry. Ni panike. Zdi se mi, da ne glede na to, kaj se ti je dogajalo, kaj se ti dogaja, veš, kdo si. Ja, In da tega nisi nikoli niti za trenutek izgubil. Mm-mm. In to mi je najbolj povedalo dejstvo, da se ti popolnoma zavedaš stvari, ki si jih mogel delati, zato da si preživel in zaradi tega ne čutiš krivde. To je ful močno. bravo. To samo pomeni, da si sposoben se oddaljiti od verzije tebe, ki je pač mogla preživeti. a ne. In to se ful lahko preslika na življenje kjerkoli posameznika, ki je v težki situaciji. Tako je. Preživ in pol Popart, bravo, zrast. bravo. a ne za voljo, kako te bojo drugi sprejemali, ne preživeti. Bravo. To se mi zdi pomembno. No. Jo, itak da je, hvala Bogu, ja, prav. Ja. Lepo, ja. Kaj je trenutno zdaj nekaj, kar pa zdaj si koliko časa nazaj? 2 leti? Aprila bo 1 let. 1 let šele. Ok, zdaj si nazaj 1 let. A ja, jaz sem mislil iz knjige. na prostosti. Januar 2017. Ja, dobro, okay, to je- Sorry, jaz sem mislil za knjigo, sorry. Ja. Knjiga pa itak. Knjiga je Ja, pa ja. odzunaj 1 let. a ne? Tako je. Ja, Gringo Loco. Tako. Bomo dali od spodaj link. Kaj imaš, kakšno založbo ali kar prek Simondoma.si. simondoma.si. Okay, mi smo samozročniki. Vrhunsko, bravo. Pogumno. Kako to? Prijatelj moj. Prijatelj Ok, štekam. No, dobro. Kaj zdaj nekako je tvoj fokus, oziroma kako izgleda tvoj dan? A še delaš kot malar? Tako je. Še delaš. To in poleg tega, kakšne imaš nekako ambicije, mogoče cilje, kam te pele tako, zdaj neka nova pot, a ne? Saj se ni tvoj life končal zdaj, Tako je. ki si to knjigo napisal. Kam greš? Tako kot si omenil, še zmeraj sem slikal pleskar, tako da to bom še kar ustal še dolg časa vreten, upam, saj do 60, no, da se poznam, da gremo v penzijo zasluženo. veš. V glavnem nekako to, v bistvu hočem čim več narediti iz te moje zgodbe, ampak to mislim tako, ne vem, zdaj smo na par nov švarev na osnovne šole, vabljeni, 9. razred, mi pišejo, da bojo bolj mene poslušali, kot njih, kar je verjetno res, ne. Par ljudi mi je že napisali, da delajo seminarske naloge, da mi je par vprašanj so mi poslali, in jaz odgovorim. Vabljen sem na par faksov tudi. Tako nekako hočem to, da bom, ne vem, ne biti jaz, kao bote boljši, oziroma ne iti. Ne, to sem robe rekel. Ne iti po moji poti, no, tako nekako, no. Probajte nekako drugače to speljati, ker jaz iskren nisem, pomislite, kaj lahko iz tem naredite s svojim bližnjim. To, kar se meni zgodilo, v bistvu, ne, moja mama je v bistvu najbolj trpela
o tej moji zgodbi, oziroma lahko rečem najni. Ne? Mm. In to hočem tako nekako, da ma čim bolj pomagati. No, tako rekel, nekako imam ful good občutek, v bistvu jaz grem ful lažje spat, če vem, da me kdo poslušal, oziroma če me kdo upošteval, pa tudi če me je sam pol. To mi je tako nekako fokus, no, da bi to čim bolj se razvilo, v bistvu še kaj boljšega, kar delamo. No. Mm. Ne pozabiti na perspektivo življenja, ki ti jo je ta tvoja situacija omogočila. Mm. Način, kako zdaj ti vidiš life, je nekaj, kar nam je tudi lahko prihranjeno. Veš, in te vrednote, ki si jih omenil. Kako boš to predstavil ljudem? Se mi zdi lih toliko pomembno, kot to, da jih ti upominjaš, da ne iti po tej poti, ker je grozna. Tako. Istočasno, zakaj zdaj ti lahko vidiš toliko lepote? V bistvu, ko sem nekako cel življenje imel skozi, nam rekel, da je bilo vse slabo, ampak je bilo tako veliko slabo. In zdaj mi rekel, da sem prav zacvetel. Tako spoštujem bolj vse. Na polno bom rekel, da kar na polno živim življenje, saj probam ga, imam svojega konja, kar sem si želel od mehanga. Tako da nekako v bistvu mi vse uspeva, kar si zadanem, bom rekel. No. Tudi bom se vrnil tudi do dela mava veliko z mojim prijateljem, sodelavcem Črtom. Petra, vse pohvale, take punce še nisem imel v življenju, da mi ne bi šel na živce, bom iskren povedal. Mislim, kdaj mi gre, ampak to je čist malo. Ampak tako vse mi je, tako nekako mi je, mislim, lepo mi je, čist nekratko. No, tako, spoznam tako ljudi, pozitivne, tako kot sem spoznal tebe danes, spremljam te že nekaj časa, danes sem te spoznal, čast moja. Hvala. To mi je tako všeč, no, da v bistvu da spoznam pozitivne ljudi. No. Včasih sem se fokusiral na vse in mi je sam, da jih poznam veliko. Pa kam jaz nekam pršel, pa roke. Ma tako ankoli nisem bil, ne. To bi lahko zdaj izkoristil, če bi hotel. Ja, valjda, ja. Ne, to pa ankoli nisem bil, to pa lahko potrkam, res, to pa ankoli nisem bil. Ampak tako veš, nekako sem dal, recimo mi en človek, nisva se zaštekala tako na začetku, oziroma mi ni sedel, jaz rečem, se sploh več ne bom ukvarjal z njim, ne bom zgubljal energije. Zdaj pa enega, ki pa takoj začutam, tukaj se splača naprej družiti, recimo. A veš, včasih pa, sam da jaz pridem, ne vem, kje v en lokal, glej, vsi me poznajo, kjera faca sem, v bistvu kakšno, nič od face nisem bil, a veš. To mi zdaj pomeni, da je, ne vem, jih imam 5-10 okoli vse, pa teh 10 bo prišlo, kadar jih bom rabo. Ne v njih 100, ker recimo bom čisto na kratko, ko sem prišel iz Venezuele oziroma iz Doba, brat, jaz bi zate vse naredil. Brat, niti moje matke nisi vprašal, kako je, ne. V 6 letih. Veš, takega folka več nimam okoli sebe. In to po moje se je tudi videl v bistvu v meni. Ker se naš nekaj ne sekiram, včasih sem šel, joj, pa kva bo to. Veš, kdo si. Ne, vem, kdo sem, točno tako, pa vem, kaj hočem v bistvu. No. Ja, in ni treba več teh fasad, ki jih hitro vsi ustvarjamo. Veš, ali boš ti v venezuelskem zaporu, ali pa boš sred Ljubljane, ti se boš naučil nekih mehanizmov ega, s katerimi boš preživel, bil sprejet, bil ljubljen in ne vem kaj vse. Ne. Ti si pač doživel brutalno, iskreno resnico, kaj v življenju, na koncu dneva, ki ti vse vzamejo, ti še ostane. Ne. Točno tako, ja. In ta del se mi zdi, to jaz opazam, veš, pa je težko mi je obesedati, včasih pri človeku začutiš, vidiš nekaj. Tako, no, tudi jaz tako ne znam obesedati, bravo. Ja. In včasih sem raj tih, ker ne znam človeku razložiti, kaj jaz vidim. Tudi nočem kriviti verzije nekoga, ki jo ima, oseb, pač, ampak pri tebi, ne vem, sem res začutil to neko, ne vem, pristnost, neko globino v bistvu. Ka mogoče še ni čisto zasijala, mogoče bo, mogoče ne bo. Se pravi, kot sem prej rekel, Pet rekla, moram sam še malo bolj te moje globoke, pa malo mogoče bolj v notranjost. Prav, da sem včasih še malo površen. Si se me pohvalil, da sem že boljši, se ne da me zdaj nekaj igraje, da ne bomo se narobe razmela. Ampak moram še to razviti, no, bom tako rekel. Moraš, jaz mislim, da se ti to itak že dogaja. Jaz to že vidim. Tako, ja, hvala. Res ne bi rekel, da si površinski. Da ti lahko tako knjigo napišeš, da greš lahko v take zgodbe, pa jih poveš tako, kot si ti povedal. Jaz to ne vidim kot hladno, jaz to vidim samo kot zavedanje in ne igranja žrtve ali pa igranja neke vloge, ki mi bo prinesla več pozornosti. Ne, to pa veš, poveš tako, kaj je. Ja. Okay, tukaj so dejstva, tukaj so neke subjektivne stvari, tak tvoje doživljanje, ampak še zmeri. No, ti sebe ne
ne delaš heroja, ali No, pa istočasno ne delaš nekoga, ki je trpel. Ja. To meni veliko pove o človeku. Mislim, jaz sem tudi ful vesel, da sem te spoznal. Ja, Nisem vedel, da spremljaš podcast. Zdaj si, dobro mi nisi na začetku tega povedal, ker bi bil živčen. Ja. Ne, top, top si, zakon si pridabral. Hvala. Si good, zdaj se počutiš v redu. Ja, itak. Neki sva zakuhala. Ja. Ne, se pravim, jaz dam res na prvi vibe dam. Tako smo tudi, recimo, da se malo vrnem za Lešom. Moj prijatelj je rekel, vem, kakšen si, ti znaš takoj pokazati, kdo te všeč, kdo te ni. Res mi ne dajo fejkati, iskreno, pa mi rekel, da samo včasih. In rekel, malo me to skrbi, ne, sem bo tam mogla za Lešom se videva 2-3 na teden po par ur, ne. Viš, to me malo skrbi, je rekel. No, pa ko smo bili v bistvu, ko smo se spoznali, isto to, ko je te prvo, sem rekel, ne, to je to. In ne, še zdaj skop hodva po literarnih čerih, svoja prijatelja, kolega, tako da top. Vse, ko bo folk dojel, da to, a ti nekoga spremeš ali ne, nima veze s tem, ali je on dober ali slab človek, ampak če čist preprosto, ali je tvoj človek ali ni. Bravo. In ni to nič osebenega, ni nobenim nič narobe zaradi tega. Bo človek malo bolj dojel, s kom si želi družiti, pa s kom ne. Tako je. Dokler pa ti lastno vrednost črpaš iz tega, koliko ljudi te pozna, pa imaš pa malo pizdarije takrat, ko maske padajo. Če ne prej v tišini. Tako je. Res je. Ja, okej. Simon Doma. Hvala ti za tvoj čas. Hvala, da si mi povedal zgodbo iz prve roke. Nekaj sem te pozabil vprašati, pa sem te hotel. A imaš še cajt? Imaš. Tatuji me zanimajo. Ker velikrat iz teh tolp in teh zadev tatuji pomenijo dejansko neke čine, neka sporočila, da ti ljudje, s katerimi si v istem krogu, prepoznajo. Ti si rekel, da si jih prekril, ne? Ja, tak, vidiš, da je full temen. Ja. Ampak amben tolpaški ni bil tatu. Ne. Hotel sem šuno kao džakuza, ampak tako meni je všeč som, veš kaj je. Ja. Jaz nisem vedel, da je slon ali leo ali kamela. Tako si rekel, gejšo. Tukaj imam prekrit, isto, pa sem hotel gejšo, pa ne veš, je travestit ali je klovan ali je ne vem kva. Ja, čakaj, ampak higiensko si zaupal, da je dost. Ja. Tam je higiena veliko večja, ki je bila na Dobu, no? Pa je tam na Dobu 24 ur voda. V Venezueli moram reči, da benga nisem nikoli zavohal. No? Wow. Kaj pa bolezni itd.? Moram reči, da ne vem, sploh se ne spomnim, da sem bil kdaj bolan v Venezueli. Res so nas dvakrat cepali, bog več s čem, ampak je pomagal. Ja, mogoče. Ja, kva je zvem pizda? Verjetno pod odpornosti. Jaz bi rekel, da ja. Pol tam rodil 2 sem sicer prejemal B12 vitamin, ampak to, ko so ga paznikom dali. Sam sem bil takrat tam dober s pazniki, tako da sem v bistvu so še mene pol cepali. Tako da bi bil prav neki bolan, hvala Bogu, ali pa da bi me zo bolo, hvala Bogu, tega pa res ne bilo. Ja, hudo. Dobro, lej, jaz upam, da ti je bilo všečno. Jo, zakon, litek. Top, me veseli. Top, mene tudi. Jakob. Če ti je bila epizoda všeč, pol je del s svojimi ljudmi. Projekt lahko podpreš tako, da subscribaš ali pa v opisu pogledaš še ostale možne načine. Tukajle imaš pa že naslednji predlagan video, če bi rad gledal Underdog vsebine še naprej. Lepo bod!